Jaz nisem svoje mame nikoli slišala, da bi rekla, lepa sem, ko sem bila pač najstnica, ko sem bila stala, ne vem, 12. Ne smela na koncu, ne vem, 36 kil. Pač pri 1,73 m. Misliš, da smo ljudje narejeni za to, da živimo 60 let skupaj z enim partnerjem? Tu, če je ločitev, da ne rabi to pomeni, da je to nekaj slabega v vsakem primeru, boljše, da se skoncentriraš na tiste 3 odnose, ki jih imaš, ko pa da se razdajaš 20, jaz pa sem rabila neko, da sem v priljubljenih skupinah, da me imajo radi, jaz sem ful rabila to. Meni se zdi, da živimo v nekem času, ko imamo navodila stari za vse. Taka velika zdravnica me je dobila, ne? Veš, kak me je pregledala? Boksnila me je v ledvico noter. Hej, preden te spustim v naslednjo epizodo. Velik procent gledalcev še vedno ni naročeno na moj kanal, to bi mi res zelo pomagalo, toliko da video predlaga naprej, tako kot tudi vsak komentar, všeček, bom res zelo hvaležna in na ta način lahko podprete mene in moj projekt. Rada pa se bi zahvalila tudi svojima sponzorjema Swai in MyProtein, pri Swai imate aktivno kodico KOSAR10, pri MyProteinu pa bom zapisala spodaj v opisek, da to je to in uživaj v ogledu. Let's start. Kak si? V redu, odlično, pa ti? Si v redu, pa tudi se ti zdi, da je zdaj ta februar, kak ti je februar, ker ponavadi je tako, januar je tisti pritiski, vse se more začeti, ful more biti motivacije. Kak se ti obnašaš v tem letnem času? V bistvu meni je januar isti kot februar, kot marec. Nimam jaz neki, veš to, da je za januar ful neki, kako bi rekla, da se začne nekaj novega januarja. Ponavadi se dolgo, mislim, se vleče, pa februar je pa tako, Ja, pač se mi zdi, da jaz sem zdaj ogromno, ko sem prvi v stiku z nasplošno ogromno ženskami, se mi zdi, da vse imajo tudi pritisk, veš, januar, pa mora biti vse bum. Jaz in nisem pol si še daš sam na sebe pač neki ogromen pritisk. Zdaj, 2 Mariborčanki, tako da danes se vam opravičujem, ampak pač štajerščina bo danes kar v prevladi tu, ne. Včasih mi je smešno, enkrat vem, da je nekdo na podcast napisal, gost, super podcast, samo jaz bi njo izklopil. Ja, se to vse meni to že zgodilo, da sem dobila kakšen taki komentar, ampak to je res ful malo tega, tako da se ne sekiram, nekaj, pa tudi zato te se nisem. Samo pač spomnim se, da so bili, ful si mi vrejo, samo ta štajerščina. Ja, stari, oprosti. Se eni se počnejo truditi, pa malo tako po ljubljančijo, ne. To ne morem, zakaj bi se? Samo rada svoj dialekt. Glej, se točno to. Jaz se mi zdi, da zdaj, ko sem dosti v kontaktu z strankami, pa to poskusim vsaj kako besedo, da ne rečem čisto po štajersko, ampak itak se ti sliši, pač ne moreš drugo. Ne, jaz pač glej. Ne vem, jaz se mi zdi, da dialekti vedno nekje ostane v ozadju. Tu, če ti živiš, ne vem, v Ljubljani 15-20 let, po mojem, še vedno se nekje sliši, da pa se nič ni narobe s tem. Ja, si drugače dosti tako okoli, si reka, si bila na radiju, nastopaš, se najdeš v tem, ti je to tisto let's do it? Meni je pač to super, mislim, jaz sem ful tak družabna, zdaj ful popularno reči introvertirana, ekstrovertirana, zdaj še ekstravertirana ali ekstrovertirana? Ekstrovertirana. No, jaz, to drugo sem jaz. Rada imam druženje, čeprav, iskreno povedano, tudi dlje časa, ko sem v tem poslu, ker imam res opravka, se samo veš, z ljudmi, tako in drugače, da tudi vedno bolj cenim tišino pa mir, ampak še vseeno rada pač. Bi rekla, da znaš kdaj sfejkati tisto dobro voljo, ali ne? Ne, jaz sem ful slaba v tem. Jaz imam občutek od nekdaj, da tudi če sem švingala v šoli ali pa karkoli takega, da mi je na čelu pisalo in pa sem bila živčna cel čas in zato rajši ne blefiram, ker če imam občutek da ne bo to za mene, rajši ne grem. Pa recimo si tak, da če, ne vem, se z nekom ne zaštekaš ali pa ti v neki situaciji ni okej, kako reagiraš? Boš zmrznila, boš povedala, boš se omaknila? Vse v bistvu. Odvisno je, koliko mi je ta oseba blizu. Zdaj, če mi je to neka prijateljica, jaz vedno povem. Jaz svojim najbližjim vedno pač povem. Jaz sem ful direktna, včasih celo preveč mogoče, ampak vedno na spoštljiv način skušam, ne. Če pa mi ta oseba ni blizu, pa da mogoče pride kakšna taka stvar, ko je ne pričakujem. Zdaj sem prebrala en ful dober quote, je bil v bistvu težko, nekako, kako je že bilo, čakaj, da se spomnim zdaj. Tu se reže pol vmes, ne? Ponavadi ne. Ne reže se nič vmes, okej. Te pa ne bomo s tem quoteom, ker se ne bom spomnila zdaj tega quota, ker bravo, Vita, si sploh začela s quoti. Ne, nikoli. Ampak v smislu, da včasih pač zmrznem, ko nečesa ne pričakujem od osebe, ker je ta oseba čisto drugačna od mene, veš, to vseeno pač imaš pol situacijo, kjer sprejemaj drugačnost, ampak
če nisi navajen nekih, mogoče kakih malo, pač bom rekla, pod pasom izjav, ali pa kakih takih, veš, opask, ki jih jaz nisem navajena dajati, in pol tudi ne pričakujem, in pol v tistih trenutkih mogoče časih malo, in pol doma razmišljam, kaj se je zdaj zgodilo, mislim, veš, jaz bi mogla zdaj tu pa to reči, pa ne, zato ker ne pričakujem tega in me pač ne, tako da na različne načine, sem ful direktna, ampak me včasih tudi presenetijo in sem, načeloma pa, če se z nekom ne poklopim glih najbolj, pa se ne reči umaknem, pač se ne silim v neko družbo, samo zato, da bi pač bila. To točno vem, kaj misliš, ko si rekla, da v bistvu, če ti nisi navajena nekih stvari govoriti, ali pa če ti ne deluješ na določen način, torej ne vem, tebe nekaj zmoti, boš povedala tako, kot je, ne boš ovinkarla, pa tisto s tistimi prikritimi, ne, med vrsticami nekimi stvarmi, a zdaj preden mi ide zaplavama preveč vita, hvala, ker si prišla. Hvala tebi. Ponavadi dam vedno gostu možnost, pa gosti, da se sama predstavi, zato ker se meni zdi brez vedeti, jaz rečem, ja, ti si to, pa mama, pa blogerka, kako se ponavadi sama predstaviš? Ja, to je meni najtežje vedno. Iskreno povedano, najtežje mi je to, zato ker jaz sem toliko stvari, pa se mi zdi, da se ful težko na tak na kratek način nekako predstavim. Jaz sem Vita Starman, 6 let sem že na sceni, zdaj sem rekla na sceni, kot da sem zdaj, ne vem, Lepa Brena, prej bil plakat tam ob cesti. Ampak pač ja, no, začela sem... si malo podobni, tako da... Malo smo si, ne, bravo, hvala. V glavnem, začela sem 6-7 let nazaj z pisanjem bloga, v bistvu, uvajanjem takrat mojih čerki, ko sem uvajala gosto hrano, sem pisala recepte, to je bil nek štart, to je bil nek hobi v bistvu v času porodniške, da sem si malo zapomnila čas. Pa se je v bistvu začelo nekako spontano, pol z Instagramom, z sodelovanjem s podjetji, ambasadorstvi in pač se mi zdi, da s časoma pa pol, da tudi to kuhanje se je nekako potem malo šlo, čeprav še vedno ful rada kuham, ampak se je nekako dalo na stranski tir in moj profil se je razvijal ful spontano, bom rekla, ne, res je bilo tako naravno, spontano, nenačrtno, iz nekega hobija v bistvu, no, tako da. Pa, torej takrat si rekla, da si bila na porodniški, si rekla, da ti je bil to kot hobi. S čim pa si se prej ukvarjala? Torej, kaj je Vita delala prej? Kaj Vita ni delala prej? Jaz sem, medtem ko sem študirala, itak delala sem od svojega, 16. leta študentsko, potem sem šla študirati medijske komunikacije po končani gimnaziji, pa sem pa malo zabluzila ta faks in sem v bistvu potovala. Bila sem 1 leto v Bologni, šla sem na 6-mesečno prostovoljno delo v Gano, v Afriko, v Črni gori sem 1 leto bila. Tako da jaz sem bila takrat res tak, bom rekla, da sem svojo mladost, oziroma tista leta do 26. 27. ko sem se potem z mojim možem spoznala, ustvarila družino, bila zelo tako dinamična, odkrivala svet, iskala sebe, iskala smisel, oziroma ne bom rekla smisel, ampak tak, ja, iskala sem v bistvu predvsem sebe, no, in odkrivala različne stvari. Bi se malo vrnila še v ta čas potovanja. Torej, rekla si, da si bila najprej v Bologni, potem si šla v Gano. Se spomniš kakih momentov, ali pa recimo tak, kateri momenti so se ti najbolj vtisnili iz tvojih potovanj, recimo, če začneva na začetku, ko si bila 1 leto v Bologni? Pa meni je bilo to ful všeč, zato ker sem se dejansko, v Italiji sem se naučila tekoče govoriti italijansko, spoznala sem neko novo kulturo, meni je bilo v Italiji zakon, pa če se obožujem Italijo, meni je to, ne vem, pa naučila sem se neke samostojnosti predvsem, no. Jaz sem bila vedno malo uporniška, vedno sem bila tak, da nisem hotela najbolj hoditi po tisti liniji, ki je začrtana, vedno staršem sem povzročila dosti sivih las zaradi tega, ampak pač vseeno, jaz sem se hotela na svoji koži naučiti različnih stvari in dejansko sem s temi, bom rekla, potovanji, oziroma da sem tudi dejansko živela v drugih državah, našla neke izkušnje, ki jih doma pač ne bi. Tu bi verjetno pač, ja, končala bi faks, našla bi si verjetno neko službo, ne vem. Jaz pa sem bila vedno tak, da mi je bilo zanimivo. Čim bolj je odstopalo od te normalne začrtane poti, bolj mi je bilo zanimivo, no. Ja, pa to je tak, ne, da je ta normalna začrtana pot. Se mi zdi, da je nasplošno zdaj v teh generacijah vedno manj tega sledenja, tega sledenja, ne. Je bolj to, da je bolj normalno, da nekdo ne gre na faks, kot pa da gre, ne. Se meni je ful žal v bistvu, meni je že ful žal, dobro, vse je gimnazija, jaz sem bila pač odličnjakinja v osnovni šoli in meni je bilo normalno, da si šel na gimnazijo, recimo, ne, čeprav mi je zdaj totalno žal, oziroma zdaj mi ni žal, saj to nima kaj zdaj, nima veze z ničemer, ampak tak, veš, mogoče bi raje šla na neko šolo, ki bi mi dala mogoče nekaj, da bi šla na srednjo to, ali so neke srednje medijske, ali pa mene je nekaj vedno zanimalo, nekaj kreativnega. Za gimnazija ti sicer da, tako, gimnazija ti sicer da neko široko znanje,
Ampak me je pa kot, tako bi rekla, kot osebnostno oziroma moje psihično stanje v gimnaziji takrat je bilo zelo na psu zaradi gimnazije in njihovega programa in količine in vsega, kar je pač bilo. Na koncu pa še nisem imela dejansko nobene konkretne izobrazbe, da bi lahko rekla, zapolagam delati, recimo, ne. Ampak ja, se ti pravim, zdaj v teh časih je malo drugače, zdaj je ful več opcij. Takrat recimo, ko sem jaz 15 let nazaj končala gimnazijo, pač nisi imel ti nekih ful teh kreativnih stvari, kot so zdaj, ne. Še zdaj se to v bistvu, nas vedno več to dela, pa še zdaj je to tako, kaj je zdaj, to se to ni za nekaj resnega, ne. Si vedno nekako, dosti ljudi si po mojem še vedno ne upa tega delati, zato ker si mislijo, da pač, kaj te bom s tem, ne. To je hobi. Na katero gimnazijo si hodila? Na 3. gimnazijo. Aha, v Mariboru. Ja. Aha, Ne, v bistvu okej. sem se predstavila, bila sem prvo v Celju, na šolskem centru gimnazija, pol pa sem se v Maribor preselila in sem dejansko tam končala potem 3. pa 4. letnik. V Mariboru je bilo si iz Celja super. originalno. Ne, spet dolga zgodba. Moja okej, starša sta okej. ločena, ko z mami smo se potem preselile v celjske konce iz Maribora, pa sem se pa zvrnila v Maribor, ker pač Maribor je vedno bil nekako moje mesto, oziroma sem se vedno najboljše tam počutila. Teda sem potem, dejansko, ker se v Celju nisem dobro počutila na gimnaziji, sem se potem vrnila pač in sem šla na 3. gimnazijo. 3. gimnazija mi je bila pa Zakon v Mariboru. Tam sem bila pa ful rada. Torej, v začetku si živela v Mariboru, Ja, potem pa ste po ločitvi z mamo preselili. ja, Koliko mislim, si sem bila bila stara takrat 5. Aha, 5. okej. Se spomniš kaj iz tistih časov, ali v bistvu si pol odraščala dejansko v Celju, cel čas čez celo Ne, jaz se osnovno? spomnim jaz sem bila v Šentjur, v bistvu, ni Celje, ampak Šentjur, jaz sem bila dejansko tam od, 10 let sem živela, nisem bila v Mariboru, ampak sem hodila čez vikende potem, ker sem hodila Hatiju, tako da sem bila v Mariboru praktično skozi, no. Nisem zdaj, da bi pač, dialekt mi je vedno ostal. Celjani so me vedno zafrkavali, da kaj se govorim voda. Oni reče voda, ne, jaz pa voda. Vedno je bila ta voda. Sicer jaz sem trenirala v Celju, pa mi je recimo tak celjski naglas ful lep. Ja, še je. Če primerjam recimo, po mojem je tak najlepši, recimo, če gledam dobro štajerščina, itak je to ti neki domači, ne, dialekt, ampak tak mi je celjščina tak kar nice. Pa sem recimo trenirala v Celju, pa zdaj, če recimo primerjam ljudi, so se meni zdeli, dobro, sicer to spet zdaj, ta specifika, ko ti nekaj treniraš, ko ti tam živiš, ampak bi Ja. rekla, da so kar prijazni, pa kar sprejemljivi. Recimo se mi zdi, da so Mariborčani včasih bolj tak, bolj znajo špikniti. To je res. Vse to je res, Štajerci nasploh se meni zdi, jaz zdaj, kot pač delam to, kar delam, jaz vedno rečem, Fun shodiča. moj mož recimo je ful proti temu, da bi se kdaj preselil v Ljubljano. On se ne bi živ preselil v Ljubljano, ne. On je taki, on je klasični Maribor šampion, bla, 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 ne. In sem jaz tak stari, pa kaj imaš ti takega, da te tak sveto veže na to mesto? Mislim, ne vem, ker jaz recimo nimam. Jaz pač, pri meni je bilo to, da sem se vrnila v Maribor, zato ker kot otrok, pa kot najstnica, pa to, mi je to bilo nekak dom, sem čutila v tem, ne. Fajn sem se počutila tam, ampak zdaj, odkar ko pač sem pa starejša pa to, pa vidim to, kar praviš, ne, da dosti več ljudi, ki ni iz Maribora ali pa iz Štajerske, ti bo bolj privoščilo uspeh, te bo prej pohvalilo, te bo prej kot pa nek naš sokrajan, kar je v bistvu žalostno, ne. Jaz imam najmanj naročnikov, sodelovanj, česarkoli iz Maribora. Ravno zaradi tega, ker se mi zdi vedno, da je neko podcenjevanje, pa kaj je to, pa kaj, mislim, pa dobro, saj ni treba, samo daj privoščimo si uspeh en drugemu, saj ne rabiš zdaj pomagati, če ne želiš, samo daj, ne pa dajati v nič nekoga. To mi je mogoče malo pri Štajercih, ta zavist v bistvu, mogoče favšija malo, da je tako se reka špikniti, da znajo, ne. Medtem ko, ne vem, dejansko z drugimi deli Slovenije imam bistveno boljše izkušnje, oziroma so dosti bolj odprti, kolikokrat se mi zgodi, ne vem, sva z Matejo ali pa ne vem, hodimo po Ljubljani, pa pride kakšna sledilka, pa te objame, stari moj, objame te in je ono tak, ful vaju imam rada, ful vaju rada spremljam in mi je tak, wow, v Mariboru, stari, ne vem, če se mi je to kdaj zgodilo. Iskreno, vidim, da gledajo, ampak da bi pa bilo, veš, se zgodi kdaj, se ne bom zadelala krivice pa rekla, da nikoli, ampak pač na ta način vidiš mogoče, da je malo tak, ta razlika je meni tak, zakaj? Ne, ko vsi vedno rečejo, Štajerci so tako odprti, pa tako gostoljubni, pa saj smo! Saj v bistvu, če mene pogledaš, smo taki, samo dosti jih pa tudi ni. Ja, valjda, pa se mi zdi, da spet je odvisno, ne, zdaj, jaz pač vse povezujem nekako s tem, kako si ti srečen sam s sabo. Ja, pa koliko si ti itak. zadovoljen, pa koliko je tu nekaj stvari, ampak recimo tudi če jaz gledam,
dostikrat se ti zgodi, da ne vem, recimo, meni se tudi še ni zgodilo, ne vem, če gledam dobro na svoje fitness področje, enkrat verjetno, da je v Mariboru kdo prišel do mene, ne? Ko sem pa recimo v Ljubljani, pa sem v fitnessu, pa kar pridejo, pa se pogovarjajo, pa povejo neke stvari. V Mariboru je pa bolj tega, da te samo nekdo gleda, pa si misliš, joj, samo prosim gledaj, ali pa te še slika po možnosti, pa si misliš, aleluja, prosim, ne. Tako da, zdaj smo šli v to dejansko, da si ti potem preselila nazaj v Maribor. Kako bi rekla pa, da ti je bilo to, ker vseeno dobro, sej Maribor pa Celje ni tako narazna, ampak vseeno ni to 10 minut, ne? Kako si se ti takrat počutila, ko si bila tako, jaz vam recimo ločena starša, kako si ti to sama predelovala? Pa mene ta ločitev ni nekako, mislim, dobro, zdaj ne vem, koliko se je to na podzavestni ravni naredilo, kakšne posledice so bile, na podzavestni ravni verjetno so bile, ampak pač nisem, mogoče se je kazalo skozi moje obnašanje kasneje, pa skozi neko iskanje pozornosti kasneje, ki se je izražalo recimo za anoreksijo pa tako, to je bilo v tistih letih potem, ko sem postala najstnica, ampak jaz sem se vedno fajn počutila, pri meni so se vedno pač potrudili, da sem se fajn počutila, nisem se zdaj nekako, ni bil zdaj to nekega ful kreganja, pa nekih dram, pa nekih scen. Moram reči, mati si je recimo našo ful vredo ženo, s katero imam krasen odnos, mi imamo ful vredo odnos, ne moram reči nič dejansko, da bi bilo karkoli, mislim, takega slabega, tako da jaz, ko sem se potem vrnila v Maribor, jaz sem se v bistvu potem preselila, imeli smo eno prazno stanovanje in jaz sem se dejansko pri 18 letih potem sama za sebe preselila. Zdaj sem živela sama od 18. leta dalje. Ni mi bila neka velika sprememba, ker sem ni tako poznala Maribor mi je bil še bolj blizu v bistvu kot Celje, tako da. Pa bi rekla mogoče, oziroma bi rekla, tu se verjetno lahko strinjamo, da je bilo mogoče ti malo lažje, zato ker vseeno se je to dogajalo, ko si bila ti stara 5 let, ko vseeno se mi zdi, če se to zgodi, ko si ti, ne vem, star 11, 12, ko je ti star ravno leta, ko se mi zdi, najbolj rabiš družino, ne? Ja. Je vseeno jaz mislim, težje, da ne? je to razlika, ja, če si pri 5 letih, jaz se nekih dram ali pa nekih kreganj ali pa nekaj tega ne spomnim. Iskreno povedano, se tega ne spomnim, nisem bila nekako priča temu, hvala Bogu, in se pravim, ni bilo nekih večjih, ne vem. Mi je bilo hudo, zato ker sem vseeno bila navezana tudi na atija, recimo, ne, in pač ta selitev, pa kak zdaj, pa pol, ko mi je povedal, da se bo pač poročil čez ne vem 2 leti, ali koliko je bilo, mi je bilo tako, kako se bo zdaj poročil, kak je zdaj to, ne, mislim, zakaj? Čeprav pol se pravim, mi je ful fajn, da si je zbral tako ženo kot si je, ker smo imeli krasen odnos, ker je res pač vesela sem, da imam tak, da se vseeno na koncu tak, da je tudi če je ločitev, da ne rabi to pomeni, da je to nekaj slabega v vsakem primeru, ampak da lahko gre tudi neko dobro smer in da pač se. Da je tudi on našel neko srečo potem. Da je on našel srečo, pa da sem tudi jaz nisem imela nekega občutka, da tudi dan danes dejansko imamo krasen odnos in mislim, skregamo se tako vsaka familija, pa se po strani gledamo za kako stvar, se je to logično, ampak generalno pa pač, ne, se mi zdi, da vseeno, če dva nista za skupaj, boljše, da gresta narazen, ker je lahko glih tak ima družina harmonijo, če se bo potrudila. Ločitev ne rabi nujno pomeni, da bo to recept za katastrofo, pa kreganje do konca življenja, pa po strani gledanje, pa ne. So družine, ki so skupaj, pa so poskregane vse skupaj. Ne? To je meni hujše v bistvu kot neka ločitev. Ja, zato ker je potem to, da mora otrok celo svojo osnovno šolo, pa še kasneje poslušati, da se tam starša kregata, pa Bog ne da še kako nasilje zraven, definitivno je to dosti hujše, kot da pač dva, ki nista skupaj, greta narazen, ne. Kako ti recimo gledaš na to? Misliš, da smo ljudje narejeni za to, da živimo 60 let skupaj z enim partnerjem? To sem jaz vsak ful specifična, veš. To sem jaz ful specifična. Jaz ne bi svoje družine zamenjala za nič, ki sem si jo ustvarila. Sem pa oberem človek, ki je ful težko z nekom 24/7. Jaz recimo, in ko je bila korona pa to, ko so se začeli ti home office, ne, pa ko si bil 24/7 skupaj, je šlo na začetku, se na začetku je bilo fajn, ja, verjetno pa enega otroka sem imela, pa je bilo tako idilično, ne. Pa ko se je dejansko začelo to, pa je home office delno še vedno ostajal, pa bili smo v stanovanju še takrat, ne, nisem narejena, da sem z nekom vsak dan skozi. To nisem. Mi je pa, verjamem pa v to, da si z nekom celo življenje, da pač delaš na odnosu, da delaš na problemih, da ne greš kar ob prvi težavi, ki nastane, pa tudi, če so otroci zraven, da ni, se eni pravijo sicer, pa ne boš zdaj zaradi otrok. Ja, jaz pa mislim, da zaradi otrok se splača potruditi, pa ne kar obupati, no, pa pač podelati na odnosu, če je to treba, no. Ja, itak ne, samo pač v politik tu se mi zdi dva pola, ne, ampak spet
potem je to. Mislim, odvisno je, sorry, Ja. kad te prekinjam, odvisno je, zakaj se v bistvu gre. Če za to neki nevzdržen odnos Bog ne da, da ostaneš, ne. Ja, To ne, ja. ampak pač, če pa je to nekaj, da so to neke take vsakodnevna nesoglasja, kot so v vsakem zakonu, v vsaki zvezi po nekih določenih letih, pa se mi zdi, da pač malo pa... Ja, itak si zdaj, da ne bo kdo narobe razumel, če je tu neko nasilje ali pa da ti ugotoviš, da sploh pač ta oseba ni za tebe v nobenih pogledih, pa pač nisi prej. Ja, sem pa jaz tudi recimo tudi takega mnenja, pa verjetno se marsikdo ne bo strinjal, ampak vse, če gledam iz svoje perspektive, to, da recimo, ne vem, nekdo spozna neko osebo, pa ima že čez 3, 4, 5, 6 mesecev otroka s to osebo, se mi zdi, da vseeno ti rabiš nek določen čas, da pač osebo spoznaš, ne? Ja, absolutno, mislim, ker imeti otroka z nekom je kar, sicer tak ti bom rekla, po mojem je lahko par fantastično skupaj, ampak otrok te spremeni. Spremeni in odnos, lahko ti ga ful pojača, lahko ti ga poslabša, lahko ostane isti v bistvu, oziroma dvomim, da lahko ostane čisto isti, vedno moraš več bolj podelati na njem, bom rekla, ko imaš otroka, ne. Tako da pač po 6 mesecih jaz jih ne bi upala, no, v to, tudi če si ful zaljubljen, pa to, ker pol pridejo bolj praktične stvari na plano, oziroma stvari, koliko vidva funkcionirata skupaj, pa koliko sta tim, ne. Tako da, Ja, to jaz tudi itak. ne bi mogli, ampak ja, lej, so pa tudi po mojem pari, ko pa pač jim funkcionira, Ja, pa se valjda, jim, ko jim je pa se jim super, ne. izide super, pa so pari, ko so 10 let skupaj, pa grejo na koncu narazen, ne. Tako da to je, jaz mislim, da je ful tak, od posameznika odvisno, pa od zveze odvisno, no. Kako bi pa recimo ti rekla, da se je tvoja zveza spremenila ali pa da si mogla delati na tem, da se ne spremeni, ko si dobila prvo hčerko? Prva hčerka je Ema, ne? Ema, Okay. ja. Koliko je za stara? Ema bo 6? 7 7? junija, ja. Okay. Pri prvem otroku se ni, prvi otrok te, tako se mi zdi, da te poveže res tako romantično, ne? Da je to tako romantično, pa se strije, pa se fajtaš na začetku, mislim, fajtaš z tem novim odnosom oziroma novo nastalo situacijo, da se pač navajaš na vse skupaj, ampak je bilo še kar okej, mislim, bom rekla, še bistveno lažje potem enega otroka dati v varstvo, kaki babici, pa iti na dejt, pa ne, je bilo bistveno bolj simple takrat, recimo, ne. Pri drugem otroku se bolj pozna usklajevanje, pa logistika, stari starši, recimo mi da ful ne dajemo dosti otroke v varstva, ker pač, ne vem, zdaj imate obdobje, ko niti nočeta, pa recimo, ne vem, niso več najmlajši, pa ne moreš kar zdaj dati za 2 dni otroka v varstvo, da bi ti šel na neki spa vikend ali pa nekaj takega, ne, in je bistveno težje, kot pa recimo preko bila ena. V našem primeru pač. In bi rekla, da potem, ko je prišla še druga, Ja, koliko Flora. je druga stara? Flora je pa 3 bila zdaj. Da je bilo, ker eni tako rečejo, ne, da ko dobiš ti drugega otroka, ne pomeni to, da je to 2-krat težje, ampak je lahko v bistvu mogoče še na določene načine lažje, ker pač imaš dejansko rodiš kompanjona prvemu, ne, in se pol tudi mogoče oni dve med sabo. To se je zdaj začelo zamotica? dogajati zadnje pol leta. Torej bi to potrdila. Bi, absolutno. Se ti zdi, Njun da bi odnos samo je z enim krasen. bilo težje na dolgi Ne, rok? ne bi bilo. Ne bi Tudi bilo? Ne. Ne, ker je moja prva hčerka Ema, recimo, ona je ful taka, mi dve imamo ful tako močno vez in smo zelo povezane in tudi, če bi ona ostala ena, bi bilo čisto okej. Ne bi nič pač, ampak ko vidim zdaj njun odnos, kak je, predvsem ta mala obožuje starejšo sestrico in to mi je tak, se mi zdi jasni. Dala sem ji najlepše darilo, kaj smo ji lahko, mislim, mi dva dala, no. Jaz nimam sestre in jaz vedno sem si jo želela in mi je bilo to tako novo. Si edinka? Ja, po Jaz mamini tudi, strani ja. jaz tudi. Po mamini strani ja, od po atijem imam pa še 2 brata. Pol brata? Pol brata, ja. Okej. Jaz vedno rečem brata, no, nista imeli za pol. Včeraj je bila Tamara in ona ima isto situacijo. Aha. Ona ima isto 2 mlajša pol brata, ampak sta vsak po eni strani. Aha. Tako da ja, tako da to sem rekla, ker se mi je zdela povezava. Ja. Pa bi rekla, da je drugi otrok tisti, ko je bolj naporen, recimo. Ne, Florica je bila zlata, ko je bila mala, je bila ful bolj, je bila Ema bolj high maintenance varianta, no. Ona je čisto drugi karakter, ampak Florica je bila, ko je bila manjša, ful taka nežna, mila, tak, ne, ni kazalo tistega, ko pravijo pri drugemu, da bo veš taki bam, ne, ni bilo tako, zdaj pa postaja, ker se mora boriti za svoje mesto v hiši, veš, ker je pač ta starejša toliko bolj izrazna, izrazita, da se mora malo bolj tako, da postaja. Meni se zdi, da ta mala ima moj karakter ful, no. Da je zelo tak postaja, pa smešna je ful, pa mislim, to je pač obožujem jo, mislim, obe dve skupaj so taki tandem, ko se mi zdi, da res, hvala Bogu, da smo se odločili še za enega, no, da se imata, da vidim, da gledamo to dinamiko, ker je res simpatično. Pa glede na to, da sta obe punčki, kaj je neka stvar, ko recimo se je bojiš za prihodnost?
Ja, bojim se marsičesa. Bojim se tega, ker sem bila jaz tako, kot sem bila, ker sem res hotela vse probat, ker sem bila neustrašna, ker sem bila pogumna, prepogumna dostkrat, ker sem, se pravim, hotela vse na svoji koži testirati, ampak ja, zdaj so pa tudi taki časi, da tudi če bi one dve želele tako živeti, kot sem recimo jaz ali pa kakorkoli, da so tudi druge stvari, ki so pasti in nevarnosti, ki so tam zunaj, ki v bistvu pač od interneta do, oziroma vsebin, ki se predvajajo, do zadnjič je prinesla iz šole pobarvanko, v bistvu sošolec je narisal pobarvanko Squid Game, smo tako stari, 6 let ste stari, kak ta fantek pozna like iz Squid Game, ono v nulo. Mislim, nočem biti zdaj, ker verjamem, da dosti staršev, pa vem, da so opustni kostumi, pa vem, da so ne vem kaj, ampak meni to, mislim, jaz te serije ne gledam. Mislim, bi jo lahko, ker imam rada in grozljivke in vse thrillerje in vse, ampak to pa mi je že malo tako meji na moteno, ne vem, ne znam opisati. Strah me je tega, da se pa razni izzivi obstajajo, se sama veš, challenge, ne vem, s čem vse živo in tega me je malo strah, da na neki točki, ko jaz ne bom mogla, ker kaj se bo dogajalo v šoli, kaj se bo otroci med sabo pogovarjali, najstniki med sabo pogovarjali, tu več dostikrat več pol ni v tvojih rokah. In tega me je strah. Tega me je strah, teh nekih izzivov. Potem tudi, jaz recimo sem imela ful težavo s samopodobo, ko sem bila najstnica. In mogoče tudi tega, kako se lepotni ideali spreminjajo, kaj postaja pomembno, kaj ni pomembno, čemu se posveča manj pozornosti. Pač teh stvari, no. In recimo, kaj delaš ti v svojem vsakdanu, da bi te stvari ali preprečila, ali pa da bi jih vsaj malo poskusila umiriti? Jaz v bistvu se trudim ful dajati nek zgled s tem, kako jaz dojemam sebe, ker jaz sem, ko sem bila pač najstnica, ful pogrešala nek tak zdrav ženski model v svojem življenju, da bi pač bilo, ne vem, da bi, jaz nisem svoje mame nikoli slišala, da bi rekla, lepa sem, ali pa da bi rekla, ne vem, da bi res pač, da bi imela občutek, da se ima rada, da se rada, ne vem, od nikogar tako v svoji najbližji, nikogar nisem, to so bili konstantno neki, joj, le kako celulita imam, joj, le kako imam, ne vem, pač veš ono skos nekaj in jaz tega pred svojimi otroki nikoli ne rečem. Nikoli. Pa če bo prišla, pa bi bila moja rit recimo v kopalkah, rekla, mama, kako imaš mehko rit, se neka, jaz boljše sedim zaradi tega, veš. Veš, ono pač v tem smislu, da nikoli ne obrnem, pa se gledam v ogledalo pred njim, ali pa besedo debela recimo, ali pa neke take stvari se ful trudim, da se pač izogibamo tega, ne bi rada nikoli, da bi to v šoli komu rekle, kakorkoli je, pač, da nimata, in tudi vidim pri Emi recimo, vedno večkrat mi reče, o, mami, kak si lepa, ali pa, le, mama, kak sem se danes lepo oblekla, gor si videla, mislim, veš, tak, vidim, da se pohvali, da sama sebe zna pohvaliti, da bosta se naučile, da je dejansko to, kako one dve dojemata sebe, najbolj pomembno. Ne to, koliko, kaj ima bojo govorila okolica, kaj bo takrat v trendu, kako moraš izgledati, kako moraš delovati, kako moraš to, ampak da dejansko tisto, kar sama čuti in misli in vidi, da je tisto, kar je pomembno. Zdaj si to res lepo povedala in se mi zdi, da itak si kot ženska pač konstantno si neke stvari misliš. Ne? Itak ti se včasih kaj misliš, pa te nekaj, pa si včasih mogoče tudi ne tisto, ja, ok, to me moti, ali pa ne vem, imam celulita, imam to, ampak si bolj misliš, ja, mogoče bi bilo fajn, ne vem, to pa to malo zgubiti, pa malo kaj pomigati, ampak jaz tudi ful cenim pri ženskah, pa to splošno tudi pri moških, ko probajo svojim otrokom privzgojiti neke stvari na način, dajmo, ne vem, to, ni to zdaj grdo, da imam jaz to, mogoče je pa malo manj zdravo, kot bi bilo, če bi, ne vem, se gibal, ne, da probaš tudi to nekako na ta način, ne, da ni zato lepše pa grše. Jaz tudi ful vedno pazim, ko se o teh stvarih pogovarjam, da ni eno telo boljše pa slabše, ali pa, ne vem, ono tisto, ne, ampak je vedno mogoče telo, ki je malenkost bolj fit, torej, ki je bolj zdravo telo, najbolj vitalno, kot pa pač, ne vem, nekdo, ki, ne vem, cel dneve leži na kavču, si tako si zavedamo, da ni, ne. Ja, ampak zdaj, če se vrnemo tudi do dejansko deklic, ne, se mi zdi, da tudi, recimo jaz, če gledam, redko kdaj je bilo, da, ne vem, je mama sebe pohvalila, ne, dosti bolj pogosto je bilo, joj, pa to, pa sicer pri meni, hvala Bogu, ni bilo tega toliko, ampak vseeno, tako pa si prej rekla, te je strah, da ni v tvoji moči, ne, pri meni kljub temu, da ni bilo,
z mamine strani, da ne vem, da se je gledala, pa se je kaj kritizirala, pa sem jaz pol v vsakem primeru isto zapadla v neke težave z prehranjevanjem, pa negativno samopodobo zaradi druge okolice. Ja. Ne? Ampak itak, če imaš ti pa od doma nek vzor, da tebi že kot mali punčki neke pozitivne afirmacije nekdo privzgoji, da ne si taki, ko si, jaz vseeno mislim pa, da bojo imele pa manjšo možnost, ne? Se posebej, če boš tudi se ti redno pol pogovarjala z njimi, ne? Ker verjetno ti je tudi to cilj, da pač ohranjaš. Jaz se To ful neko rada pač pozitivo, ne. pogovarjam z njima in bom rekla tako, ful mi je všeč recimo pri Emi, da ona sama, recimo tudi v šoli se recimo telovadba, pa to, pa ko imajo športne dneve, pa to, da vidim, da prihaja domov in mi reče, da ko rečem, zdaj pa gremo recimo po kosilu, gremo na sprehod, ja, mami, to pa je zdravo, veš. Ja, ne, pa naredimo vsak dan, ne vem, 10 počepov, ja, mami, da smo pa zdravo naredile, pa da recimo pri hrani točno ve, veš, mami, pohano ni zdravo, ne, veš, pa recimo ogromno sadja, da pojem, mami, to pa pojem, zato ker je zdravo. Mislim, da že malo, da dobi tudi on občutek, kaj je v bistvu zdaj v redu, kaj pa ni v redu, ne, da ni tistega nekega, kar se tega tiče, se mi zdi, da ogromno lahko starši naredimo, ne moremo pa vsega, ne. Pač tega je mene najbolj strah, ker pri nas doma se nikoli ni jedel nek fast food, nikoli ni bilo nekih Coca-Col v hladilniku ali pa ne vem, gaziranih pijač nasploh, sokov, ne, ampak vseeno sem jaz imela občutek, da jaz moram shujšati, ko sem bila pač najstnica, ko sem bila stara, ne vem, 12, ne, sem smela na koncu, ne vem, 36 kil, pač pri 1,73 m. To je bilo res ekstremno, ne, zato ker sem jaz pač imela občutek, da morem, ampak to ni bilo toliko od doma, koliko se je meni zdelo, da pač je iz šole prihajalo, pa ko sem gledala svoje vrstnice, recimo, ne, in tega me je strah, ker pač na to pač se mi zdi, da težko vplivaš kot starš. Ne? In če se torej vrnemo še malenkost nazaj v tisti čas, ne, kdaj bi rekla, da so ti začele te misli, jaz pa zdaj moram shujšati, kako si se ti recimo počutila o sebi takrat? V bistvu največja taka stvar je bila, da jaz sem ful hitro, recimo, ne vem, menstruacijo sem dobila pri 10, 11 in se mi zdi, da takrat, ja, ful hitro sem jo, v 5. razredu mislim, da bilo, ja, v šoli v naravi 4. celo konec ali nekako tak. In takrat so se mi začeli razvijati boki, dekolte oziroma prsa, to je bilo vse tak, medtem ko so moje sošolke bile vse še večinoma ploh. Jaz nočem biti drugačna od njih. Jaz hočem biti, ker je takrat bil itak tal ideal, da si suhica, ne. Takrat še ni bilo niti teh telovadb pa tega, pa nekih oblin pa mišic, samo da si bil suh. Ne, samo da si bila ti tvigi varianta, to je bilo top. In potem, ko so se začele neke take zbadljivke, jaz nisem bila nikoli debela, da rečem, ne, ampak bila sem pač drugačna, ne. In to je mene ful motilo, da so dejansko bile, ti pa imaš, ne vem, rit pa, ne vem, zakaj imam jaz rit? Torej, od 20 let naprej sem bila ful ponosna, da imam rit. Sam pri 13 nisem bila, recimo, ali 12, ne. In na ta način sem jaz potem dejansko, ker sem hotela ustrezati v tisto, kar je bilo večina, kar je bilo 80% punc, jaz sem hotela tam noter biti. Nič nisem se hotela odstopati. Na koncu sem se odstopala, ker sem bila okostnjak, ne. Ampak pač, pa si tak nisem bila všeč, tudi takrat, ne. Bom zdaj se tega dejansko, ja, ko si rekla, da si tudi takrat nisi bila všeč, časih je ono, loviš neko stvar, sploh ne veš, kaj loviš, na koncu pa ugotoviš, da se sploh ne počutiš fizično, niti všeč si nisi in si dejansko zgubljen, ker pač nimaš nekoga, ko bi te vsaj malo usmeril, ne. Zdaj se spomniš, kako si se ti takrat obnašala? Si rekla, jaz moram shujšati, si kaj pretiravala s telovadbo, si, ne vem, restriktala hrano? Jaz sem takrat trenirala hip-hop, tako da to je bilo to. Imela sem neko obsesijo, hodila sem na stadion, laufat kroge in kroge in kroge in kroge. Spomnim se, da sem bila eno poletje, jaz imam družino v Črni gori in imamo hišo in zadaj so take stopnice bile in tiste stopnice sem jaz laufala gor pa dol, tako 100-krat na dan po mojem. Samo da sem pač, pojedla sem, mislim, da sem popila sem 4 litre vode, pojedla sem eno jabolko, ko smo šli v kino, se spomnim, da sem s prijateljicami, vse so si kupile kokice pa to, jaz sem si s sabo nosila čežano v kozarcu, čežano sem si šla kupiti, pa sem jo na žlico jedla, medtem ko so vsi recimo potem med odmori jedli sendviče, sem jaz jedla študentsko hrano, tiste oreščke pa to, ne. Kaj sem si še privoščila sem si še, jabolka so bila največ, pa jogurt, mogoče kakšne ovsene te otrobe, ali kaj to, so to kosmiči, ja, ovsene kosmiči. To je bilo pa basically to,
Solato sem si, recimo imela sem plačano kosilo v šoli. Mama mi je plačevala kosilo v šoli. Jaz sem pojedla od kosila samo solato. Pa sem si 3-krat po solato, to sem jedla, vse ostalo sem dala sošolcu. Sošolc je bil sicer ful vesel. On je bil športnik, on je bil košarkaš, on je pojedel dosti, on je pojedel 5 porcij, stari. Jaz pa sem pojedla 3 solate. Je to bilo moje kosilo, stari. In to smo tako, že zdaj nazaj pogledam, mama tako ni vedela, ne? Ker pač to se je dogajalo pač v šoli, obroke sem imela v šoli, sicer pa so opazili dejansko doma tudi, da nekaj ne štima, ne? Ampak... In kaj so recimo pol naredili, ko so opazili? Ja, nič pač, zakaj? Zakaj, mislim, ni bilo tam nekega direktnega, bom rekla, ni bilo nekega direktnega, ker vseeno sem bila ful natrenirana, nisem jaz samo hirala. Jaz sem pač se res zagnala v to športno, ne? Da je bilo pač res ono, nikoli nisem marala športa, ampak jaz sem se res zavestila, mogoče to je neka kontrola moja bila. Kontrola mojega lajfa, da lahko jaz kontroliram, kako izgledam. Ne? In zato imam jaz od takrat naprej dejansko vedno nekak probleme s tem, odnos prehrana, šport, jaz, moje misli, ker vem, kako hitro lahko jaz zaidem v tisti mode pretiranega ukvarjanja s tem. In tega me je v bistvu strah na nek način, ker vem, kako je to vplivalo na mene, to so bila 3 leta mojega lajfa taka. Dokaj nisem jaz potem dejansko prišla v gimnazijo oziroma začela v gimnaziji, opažil, da se ne moram učiti. V osnovni šoli sem bila odlično tak. Ja. Pač, ker je bilo, ni mi bilo nekih problemov. Ko sem pa jaz mogla začeti delati gimnazijski program, pa ko sem videla, da sem jaz slovenščino začela dobivati 2, 3, ko sem bila tako, slovenščina mi je vedno šla, recimo, ne. Sem pa videla, da moji možgani več ne funkcionirajo, da to bilo, jaz sem imela konstantno rdeč nos, se spomnim, členke rdeče, zeblo me je konstantno, to je bilo, takrat sem jaz potem, niso toliko starši, ker starši so se nekaj trudili, pa zakaj se, mislim, zakaj to delaš, ne. Niso znali nekako najbolj pristopiti, dali so mi vedeti, da vejo, pa da pač se zavedajo, da se nekaj dogaja, niso pa zdaj, ampak to itak ni bilo v njihovi moči, ker sem bila jaz toliko, kako bi rekla, ne vem, samo kontroli, da dejansko nisem zagnana, ti si imela en cilj pred sabo in ja, ti je samo bilo ta cilj čisto se nikoli ni vseeno. končal, to je finta, da se ta cilj nikoli ni končal, da to je bilo konstantno tisto vaganje, 5-krat na dan, vaganje in to je bilo. Ja, to te čisto razumem, jaz sem v bistvu tudi imela, isto časovno obdobje sem imela identično, to je bilo 6., 7., 8. razred dejansko, ne, in je bilo to, ja, in je bilo to isto, v smislu, ne vem, zjutraj eno jajce, bog ne daj kaj več, pol, ne vem, ono tisto, pa sem tudi trenirala, pa sem že takrat bi delala te treninge za moč, sicer doma, po 2 treninga, 2 uri, pa še hip-hop, pa Hip-hop je tisto, popularno. ja, in je isto bilo, ampak to je bilo tako, da jaz sem šla na WC, se pokakala, polulala, pa se šla zvagat. Pa veš, spiješ kozarec vode, pa se greš zvagat, pa vidiš, da imaš malo, pa več ne, pa več to nem vode pila, ne veš. Prav taki ekstrem je lahko in to mi je všeč, da je dostikrat tema na podcastu ravno te stvari, ne, tudi recimo ravno ta tehnica, ne, zato ker se mi zdi, da je to tak Facebook gosto, se mislim, da kaj po moje vsaka druga, tretja ženska ima skrivljen odnos z hrano pa za svojim telesom, ne. Danes boš bolj pogosto bo, da ti srečaš žensko, ki ti reče, ja, jaz pa ne vem, moram shujšati, ja, jaz pa moram to, jaz pa gledam, kaj jem, ko pa žensko, ki reče, ja, jaz pa malo treniram, pa pač in kaj mi paše. Redko kdaj boš dejansko srečal, kar je svet. To je res, ja. Po eni strani žalostno, ne, se je dobro, po drugi strani imaš tudi ta nek pozitiven pol, ko pač gledajo ljudje, pač kaj jejo, pa da se dovolj gibajo, ne, ampak vseeno se mi zdi, da je tisti negativen pol lahko dosti bolj nevaren pa toksičen, ne. Ja, je lahko, mislim, jaz absolutno zagovarjam to, ena izmed mojih najboljših prijateljic, Daniela, ona je ful, ona totalni vzor, kar se tiče in zdrave prehrane in gibanja in vsega tega in to je meni je to top. Meni je to top, ampak te stvari moraš imeti rad. In jaz še nisem tam, trenutno še nisem tam, ampak bi si pa želela, ko bom imela, se pravi, malo več časa, ker jaz sem zadnja leta res mi, da smo si lani hišo prenovila hišo. To ni zdaj tisto, ne išči izgovorov, ampak dejansko je bilo eno najbolj stresnih let lani za mene in enostavno si niti nisem vzela časa, niti nisem bila psihično sposobna se zdaj zbrcati v rit pa reči, zdaj boš pa šla. Če sem komaj sebe krpala, da sem lahko pač delala stvari, ki jih moram delati. Koliko toliko preživela čas kvalitetno z otroki, toliko, da sem delala, da smo lahko pač si uresničila to, kaj smo si uresničila, ne. In pač še nisem tam, ampak se pravim,
ful spoštujem in mi je to ful všeč dejansko, da se... Ampak se pravim, tu moraš imeti neki taki v glavi, meni je ful smotano pri sebi, da imam ta, pa tudi malo sem emotional eater varianta včasih, ne, in to je vse skupaj povezano, zato sem jaz začela sebe drilati v eno smer, kjer se imam jaz odnos do sebe, ne glede na mojo konfekcijo, ne glede na moje kile, ne glede na mojo fizično pripravljenost, da to je vse super, če bom jaz to spravila v formo enkrat, top, ampak da je moje videnje sebe nepovezano s tem, s tehnico, s konfekcijo in s tem, kako pač, ker ne morem biti jaz samo to. Jaz sem milijon stvari več od tega. In zato mi je všeč, da sem samo pač se zdrilala v to smer, da sem vse te moje, ker jaz sem taki malo control freak, tako se nekaj odločim, to morem. In teram tako dolgo, dokler ne dosežem, razumeš? Takrat sem jaz videla, da dejansko pač samo, da sem jaz to in da jaz to dosežem in potem se bom tudi lažje brcnila v rit in se pozitivno brcnila v rit. Ne za tisto, da a res morem, ker ne morem, jaz ne morem funkcionirati, da nekaj delam z odporom. Jaz se moram res odločiti in to narediti res z energijo in zanosom, ne z tistim nekim. Ja, ne, valjda, to te čisto razumem in mi je res taka pohvale vredno, da si lahko v bistvu mentalno prišla v stanje, glede na to pač, glede na preteklost, ne, glede na to, da si se takrat pač res dansko 3 leta svojega življenja borila z nekimi stvarmi, ki si polih, hvala Bogu, dala na pauzo, ker si bila tako, ok, glej, učiti se moram, vseeno, če bom jaz to nadaljevala, bom propadla, pa se lahko zadepresirala, pa lahko bo se celo moje življenje pol še samo okoli tega vrtelo, ker bo pač to vse, kaj imam, ne. In to je pol tista, po mojem, tista stvar, v katero se dosti žensk zacikla, da je pripravljeno marsikaj pustiti pa odvreči samo zato, ker pač je skinny the standard, ne. Ja. Saj v bistvu se to ni končalo pri meni po 3 letih, jaz sem še potem kalorije štela po mojem še kakih 10 let. To ti pol ostane, to pač slaba vest po vsaki fucking tortici, po vsaki stvari, stari moj, tiste kalorije, koliko ima to, kako ima za to. Veš, to je bilo meni, to je bilo tako bremenjujoče, ker ti toliko časa, pa toliko energije ti vzame to razmišljanje o tem, čakaj za na nedeljskem kosilu, lahko jaz vzamem 2 žlici krompirja, a bi samo eno, veš, tako ono, to kalkuliranje, to je bilo, dobro, ko nisem imela otrok, to mi je še šlo skozi, ja, valjda sem se samo s tem ukvarjala, ampak pa, ko si enkrat starš, ne predstavljam si, da bi zdaj živela tako, da bi dejansko bila toliko obsedena, ker pač to mi je najbolj fascinantno, da je dosti tako mamicko, pač res, ne rečem, da pač moraš, da si primoran v to, da se res tako slabo počutiš, da moraš nekaj narediti, hvala Bogu, takrat res nimaš kaj, delaš to tudi za svoje otroke v bistvu, ne, ampak dokler pa je to, bom rekla, ne moreš samo o tem razmišljati cele dneve, ker je to res zna biti ful toksično in pač ti vpliva pol na vse aspekte dejansko življenja. Ker če se ti slabo počutiš v svoji koži, stari moj, tebi ne pomaga, koliko ženske take, ki izgledajo po vseh standardni perfektne. Koliko jih je, pa ko jih pohvališ, jaz ful da pohvalim, meni je to tak top. Urša, lepa si danes, by the way. Ti tudi. Ne, hvala. In vedno, najjače mi je, ko mi reče, ne, nisem, pa tak sem se zredila, veš, pa, kaj nisi, ne morem se, nisem zdaj najboljši, pa si mislim, pa kdo te po formi vprašal, stari me pohvalila sem te, da si lušna, da lepo zgledaš, sprejet kompliment, razumeš, in to mi je najbolj smešno, ker to ponovadi rečejo tiste, ko zgledajo top, pa ne rečem, veš, pa rečejo, se tudi top punce smo zakompleksane, se res, vsak ima pravico zgledati. Samo jaz bi tako rada, da bi znale ženske in moški tudi dejansko sprejeti kompliment. In se takrat počutiti dobro, ko ti nekdo da kompliment, ne pa da iščeš vse razloge, zakaj ta kompliment ni res. Zakaj ni resničen, zakaj ni tak. Ne? Imaš lepe usnice, sam frizuro imam pa danes totalno adijo. Ampak recimo, tu potem, da vržem eno vabo za novo debato, ne, jaz sem eno bližnjo prijateljico, ki pa ona, veš, prav deluje na ta način, da če boš ti njene neko pohvala, ki po njenem ni res,
bo ona prepričana, da se ji vsi okoli lažejo, da vsi okoli to govorijo zato, ker hočejo, da se ona dobro počuti. Veš, recimo za tebi rečem, ne vem, da, ne vem, si se danes, ne, zato je tak, glavno dam ti neko pohvalo, Ja, glede tvojih las. Ja. In zato, ker si ti prepričana, da tvoji lasi trenutno so v groznem stanju in hočeš ti imeti, ne vem, do sem, boš ti prepričana, da se ti jaz zlažem, da imaš ti lepe lase, samo zato, da se boš ti boljše počutila. okay. In ogromno se mi zdi, da ogromno ljudi na splošno se mi zdi, da deluje na tak način, da veš, ni to zdaj ta edini osamljen primer, ne? In zato se mi zdi, da je včasih tako težko sprejeti komplimente, zato ker si dosti krat misliš, da se ti nekdo samo zlaže, da je pač nekdo ti samo reče, da se bi ti boljše počutil. Ne, jaz mislim, da dosti je, po mojem, tudi taki, veš, ono v smislu, ker dosti ljudi ti reče tako, koliko si pa ti danes lepa. Pa si pa ozadaj pa si misli, veš, ono, ne, bolj se mi zdi to, ne. Mislim zato, ja, ker Bolje imaš toliko takih ljudi, nekih hinavskih komplimentov, ko se mi zdi, samo dobro, se to prepoznaš. Jaz bom rekla, pri človeku, starejši, ko si, bolj začutiš, kdo misli res, pa kdo ti malo samo pač ono, ki je za nek ass-kissing, recimo, ne, če se tako izrazim, da je pač ono, ker danes je že polno tih nekih, joj, ljubica, bubica, krasna si, ne. Mislim, pač, imaš to, pa imaš tisto, ko res pač, ker jaz sem pri sebi opazila, moje izkušnje so me naučile, da če bom jaz vesela za nekoga drugega, pa če bom jaz nekomu drugemu privoščila vse najboljše, pa ti rekla, bravo, Urša, ful ti dobro laufa, svetovno vodiš ta podcast. Ne samo, da bom tebi dala iskreno neko mnenje, pa pohvalo, zaradi katerega se boš tudi ti verjetno mogoče malo boljše počutila. Tudi jaz s tem na nek način se bogatim, s tem, ko dejansko podprem brez zadržkov druge in jih pač brez zadržkov privoščim. Ker jaz nimam nič manj, če boš ti imela manj. Bom pa imela bistveno več, če bom tebi želela več. In to tudi dejansko potem izžarevaš in kažeš, navzven se ti čisto drugače se počutiš oziroma deluješ, pa drugačne stvari privlačiš, ko začneš oddajati to. Ker bolj, ko boš ti, veš, tak nekak sebe potisnjen, pa ne privoščil drugim, take stvari bodo tudi pol letele na tebe. To je 100% res. Si kar privlačiš. Mislim, to, kar si, to privlačiš. To je moja mantra, ki sem jo izkusila in vedno, ko imam neko slabše obdobje, ker gledaj, ta posel, ki ga mi delamo, stari moj, lahko se zdi komorkoli ful lahek, ampak dejansko Nismo še omenili sploh, s čim se ukvarjaš, tega še nisi omenila. Pa kak se temu reče, ne vem, digitalni marketing, influencing marketing. Digitalno oglaševanje. Ja, tako. Objave na blogu, Na blogu Instagramu. niti ne veš toliko, ja. TikTok imaš? Ne. Okay. Nisem jaz tak za tvoj TikTok. Vse po moje, veš, TikTok je druga sfera. No, toliko da sem dala intermezzo, da bodo vedeli se v tem poslu. Ja. No, koliko nas pač, mislim, ta posel je lahko, koliko ti da svobode, koliko lahko ti delaš, fajn je, ker imaš, sam si določaš urnik, sam si določaš, tak tempo boš delal, kaj boš delal, vso kreativo ti prepušča. Mislim, dobro, pri nekaterih niti ne, ampak pač večinoma ti prepušča 80%, recimo, da to vse na tvojem zelniku vsa kreativa zraste. To je top, ampak hitro lahko postane pa overwhelming. In ne poznam ene punce, kolegice, sodelavke, ki nima vsaj enkrat nekega takega obdobja, da lahko reče, da začutite snobo. Da te duši. Da te duši, tako. In to se meni zgodi enkrat na, ne vem, na 2 meseca, recimo, da se mi zgodi. Pa je pri meni traja tak dan, 2, pa pol popusti, v redu. Sem se navadila, sem se živeti s tem, ker sem se prvo spraševala, pa kaj te kompliciraš, stara, pa ti imaš svoj sanjski job. Ti ja delaš to, kar te veseli, kar rada delaš, ampak vseeno je, te na vsake toliko te začne dušiti. In takrat sem jaz opazila, tisti dneh, ko sem jaz tak, ne vem, ko se primerjam, ko gledam, veš, ker zapadeš, hočeš nočeš, tako kot vedno sledilcem pravimo, glejte tisto, kar vas fila. Ne gledati toksičnih objav, toksičnih ljudi, toksičnih stvari, zaradi katerih se počutite manj vredne, to se tudi nam zgodi, da hočeš nočeš naletimo na kako tako stvar in takrat se pol zgodi, in se počutiš kot drek 2 dni, recimo. Ne? In takrat, kaj jaz pritegnem? Drek. Nič. Takrat mi gre vse franže. In odnosi, in komunikacija, in vse, recimo. Ne? In to meni, zato jaz vidim, ko imam take dneve normalne, ko sem jaz pač taka kot sem, je čist drugo. In zato jaz vedno pravim, pač prostora je za vse dovolj. In s tem, ko boš tudi drugim privoščila, da bodo dobro delali, da bodo dobre odnose imeli, da bodo kvalitetne vsebine proizvajali, da bo pač res, da ko se boš videl, da boš lahko rekel iskreno zdravo,
kak si, da ni tistega nekega, spet toto. Pa nimam razloga, da to rečem stari, pa nimam razloga, glej, vsaka dela za sebe. Ja, ne, se definitivno strinjam, ker se mi zdi, da zelo hitro se lahko v to ujameš in jaz prav, zdaj smo se res s kolegico menile in je rekla, da ima neko slabo obdobje in sem rekla, ja, koliko časa pa si zdaj v teh dneh scrollala po socialnih omrežjih, ja, ful. Ja, vedno. Tu je tvoj odgovor, ne? Zato ker je že sebe pa, mislim, hvala Bogu, da so zdaj dnevi tako zafilani, da mi je zvečer Se ti ne da. grem na jaz, pa veš, ne vem, grem, se vležem pojslo pa malo nekaj po TikToku, že tisto z napol zaprtimi očmi, včeraj pa z Gašperom, ful sem bila hinobata na koncu dneva in samo jaz sedim pri mizi, pa nekaj gledam, pa isto on na pojsli, veš, nekaj, se sem začela smejati, ker mislim, drugače ne scrollam, zdaj ne vem, 3 ure na dan, ampak prav ugotovim, da ne vem, če kjer je dan, kaj več, pa že, če ne vem, grem na stranišče, pa se ujamem, pa naenkrat je 15-20 minut, pa si mislim, in kaj sem jaz v tem času naredila? Absolutno nič, samo nafilala sem si glavo z nekim instant dopaminom, ki me itak že to, ker je pol logično, da potem pa, ne vem, greš, pa ni več tega, pa ti ne naveč nič polni možganov, že tu je dokazano, da se ti slabše počutiš, ker imaš pol tisti down, ne, še posebej pa, če ti v teh vsebinah gledaš nekoga, pa se mi zdi avtomatsko kot ženska se primerjaš. Vse moški isto. Moški pa bo gledali, pa bi tako, aha, okej, jaz pa sem veliki, ne vem, 175, oh shit, on je pa, jaz sem pa zdaj short king, ali pa, ne vem, on pa vozi, ne vem, tistega Ferrarija, joj, fuck, jaz pa tega mogoče nikoli v lifeu ne imel, pa oni pa grejo pol v drugo smer, se mi zdi, ali pa isto, ne vem, telo, ne. Tako se mi zdi tu, čim se začneš primerjati, se tako pravijo, ne, to, da se ti primerjaš, je killer of a joy, ne, dejansko, to ti ubije vso veselje, ves progres, ne, pa včasih, ne vem, ko delam z ženskami, ker res delam po večini ženskami, v bistvu od 16 do 55 let, ne, pa so to ene mamice, 3 fuzbalerov, ene so pa punčke, punce v srednji šoli, ne, in pa skozi vidim, da je to okej, gremo, ne, ali pa ne vem, vidijo pol neko sliko primerjave, ko ne vem, jaz objavim, jaz pač vedno rečem, glej, pač to je tvoj progres, to ni, ne moreš, ali je to zdaj se pogovarjam recimo o fizičnem, ampak isto mentalni progres, ne moreš ti v enem mesecu, ne, ti zagledaš tam neko influencerko, ali je to fitness influencerka, ali pa je to neki, ne vem, kripto trader, toliko, ko bo nekdo lahko v enem mesecu naredil, ker je za njim že, ne vem, 10 let poti, ja, no way, da pač veš, vsak mora neko svojo pot prehoditi in se mi zdi, da tako si recimo, če se zdaj navežemo nazaj na to neko, to, da si ti rekla, ok, jaz saj delam na tem, da se jaz isto cenim, ne glede na to, če, ne vem, imam tako konfekcijo ali pa če, ne vem, je to, isto si pač ti dala neko kilometrijo, zato da si do tega prišla, ne. Absolutno. In to se mi zdi res tisti nujen celo step, ne zdaj spet, da greš v ekstreme, ampak da ti se naučiš sploh sam s sabo delati, ne, in veš, če ne bi mogoče ti imela neke negativne preteklosti, v tistem obdobju zdaj ne bi znala reči, ok, ona, ne vem, je imela pa sodelovanje s tem, fuck, kaka, ne vem, kaj je zdaj vse ona, ker je imela, itak si ne zasluži, itak ima manj ogledov, ampak znaš nekako biti mogoče celo, ok, jo vprašati, ej, daj mi, mogoče daš mail, veš, da, ne, tako da, kako bi rekla, da si ti potem si rekla, ok, jaz pa zdaj, dobro, dovolj tega, grem na bolj pozitivno smer, začnem ceniti tako, kako sem, ne glede na to. Se spomniš kakega momenta, ali je to nekako počasi prešlo? Ko sem postala mama. Ko sem videla, kaj zmore žensko telo, kaj sem jaz naredila v bistvu. Vse to tako klišejsko se čuje, pa reče, pa porod, pa se, stari moj. Se Tamara včeraj isto rekla, veš? To je, to ti da postaneš terminator, postaneš. Mislim, jaz ne vem, tiste, ko ne postanejo v vsakem času, mislim, me čudi, ampak meni je to dalo taki zagon, tako samozavest, pa čeprav je to nekaj najbolj naravnega pa vsega, ampak ne vem, jaz sem takrat začela drugače dojemati sebe, drugače dojemati to, česa sem zmožna, ko sem začela gledati sebe, skozi to, kakva mama sem, ko sem začela pisati blog, ko sem začela videti, da dejansko, ko sem začela izkoriščati neke svoje potenciale, jaz sem do takrat skozi iskala neke potrditve v drugih. Vedno sem iskala neke potrditve od okolice. Nikoli nisem, in vedno sem se zanašala na to, kaj je okolica mislila. Ker sem bila vedno kot neki kužek v bistvu, ki je pač bila najbolj srečna, če je nekdo mi dal neko potrditev, medtem ko sama sebe nisem dala nikoli potrditve. Nikoli nisem, jaz se spomnim, moj dedek recimo je bil vedno tak,
Sem imela mojega dedka ful rada, on je bil moj tak ful vzornik, pa podpornik, pa ful sem bila navezana in se spomnim, da on vedno govoril, že ko sem bila mlajša, ti si ful kreativna, ti moraš iti na neko kreativno zadevo, ti moraš iti na neko oblikovalsko, na nekaj ful sem rada risala, pa pač ne vem, to je bilo pač karkoli kreativnega, bilo meni zanimivo, ne. Gledališke delavnice, jaz sem bila ful rada tak, ne vem, vse, kar je bilo kreativno, kar ni bilo ukalupljeno, to je bilo meni zanimivo in on je meni vedno takrat to govoril, ampak se pravim, se spomnim tega, da je bilo v bistvu, da sem se skozi, pa nisem jaz za to, pa nisem, pa kaj sem te jaz kreativna, pa nisem, veš, tak nisem poslušala dejansko od človeka, ki mi je bil najbližje, sem pa poslušala, pa sem pa gledala od vse okolice, kako se je zdaj sošolka danes do mene obnašala, kaj zdaj ona grdo govori o meni, kaj zdaj ona, veš, to sem pa ful porajtala, recimo, ko si mislim, pa stari moj, pa to je najmanj pomembno na svetu, ne, vidim recimo mojo Emo, Ema je ful individualist, kar se tiče v šoli, ko jo gledam. Vse se rada igra z drugimi, ampak je ful samozadostna. In to je meni pri njej ful všeč. Da ni taka, da je ful klingi, veš, da more neke prijateljce imeti, da more, jaz pa sem bila taka. Jaz pa sem rabila neko, da sem v priljubljenih skupinah, da me imajo radi, jaz sem ful rabila to. Dejansko so mene, se meni zdi, začeli imeti radi, ko sem si mislila, pa ko šora, če me imajo radi. Vseeno mi je, če me imajo radi. In takrat sem dejansko jaz nek tak step se naredil, da lahko rečem, da se je mogoče res začelo dogajati, da so me začeli imeti radi. Ker po mojem je bilo to povezano z mojo samozavestjo in s tem, da sem jaz rekla, vseeno mi je, tudi začutijo sem drugi, se nafila in so tudi drugi potem začutili to. Ne? In to je neka taka stvar, ko, tako si rekla, čim manj primerjanja, čim manj nekega iskanja potrditev v drugih, bolj razvijanje svojih, ko mi kdaj kjera reče, recimo, joj, pa kak bi, ko mi kdaj, občasno se zgodi, da mi kakva punca mogoče napiše, da bi se rada začela ukvarjati z influencanjem, z ne vem, kaki na svet. Jaz sem pol ponovadi kaki voice pošljem, pa, ker sem tak stari moj, sej vem, da je polno nekih totih, kak se reče, coachov, pa pač ne, da kak bi začel, kak ne bi začel. Meni se zdi, da živimo v nekem času, ko imamo navodila stari za vse. Ko živimo, kak biti starš. 1, 2, 3, stari moj, dobro je imeti kak na svet, to je meni svetovno. Samo pač, včasih pa mogoče začni delati to, kar te veseli. Jaz vedno rečem, začni delati to, kar te veseli. Imaš kako dobro stvar, v čemer si dobra, v čemer izstopaš. To razvijaj. Ne iti v to, da vzameš tale krema danes je pa znižana 25%, tu imate, samo tega ne začeti delati. Samo tega ne začeti delati, ne začeti z reklamami, ne začeti z pač, sicer odvisno, kaj hočeš biti. Če hočeš biti samo content creator za druga firme, je tako vseeno, kaj slikaš, pa to, kaj delaš, če pa hočeš ti publiko. Ne začeti s tem. Začni delati na svojih vsebinah, na tem, kar tebe dela drugačnega, dobrega in samo piči svojo pot in samo razmišljaj, ker tudi dejansko vse samo veš, bolj dobro, kot delaš, bolj si samozavesten. Ker veš, da je kvalitetno to, kar delaš. Jaz recimo nimam nikoli občutka pri svojih vsebinah, da rečem, to sem pa naredila tako za Andrek bolj. Nikoli. Ker dejansko sem toliko sem papicajzl, da gledam, da res ne dostavim nekega na pol izdelka, da sem toliko zahtevna, da vedno gledam, da se potrudim in s tem, ko delaš tisto, kar v čemer si dober, stvari to če ti to ne da samozavesti, ne vem, kaj ti jo. Jaz bi še tudi dodala, da dejansko po moje vsem, ki si želijo nekaj, pa se boš verjetno strinjala, dati v svet, zdaj sem že povedala, ampak dejansko, da naj bo number one, pa po moje edino vodilo samo to, da razmišljaj, kako bi nekaj dal ljudem, ne samo kako bi nekaj vzel, torej vzel tisti 2 sekundi pozornosti. Zdaj jaz tudi recimo, ko ustvarjam ta podcast, sem si rekla, da bom podcast naredila predvsem zato, da imam tudi jaz nek svoj glas, pa da lahko jaz nekaj dam, da lahko, ker se mi zdi, danes v tem svetu, ko smo vsi busy, pa ko je vsega ogromno, je dosti krat prenasičeno z nekimi stvarmi, samo to, tisto, ona kremica, tista kremica, in sem rekla, okej, pač povabiti goste, ki mislim, da imajo nekaj zapovedati, pa tudi če si bo z celega podcasta eno besedo zapomnili, en stavek, glej, važno, da je to, in spet recimo, ko gledam profil, razmišljaj, kaj bi dal. Ali je to, ne vem, da kreiraš neke recepte, pa daš ljudem idejo, ali je to, da, ne vem, daš ljudem na svet, ne vem, daj mej se rad, mej se tisto, da deliš neke stvari, ne pa, ne da ti, ko nekaj začneš, že razmišljaš, kaj boš ti imel od tega, ker ponavadi
bilo kjer projekt, v katerega greš. Pa če ni zdaj to že, ok, ti si zdaj že postavljen influencer, ti veš, začneš neki projekt v influencerstvu, veš, da bo uspel. Ampak če je to čisti začetek, ti veš, da boš na začetku šel v minus. Ali je to z časom, ali je to z denarjem. Ne? In pač moraš ta vložek dati notri. Ne? Zdaj se mi zdi, da je trg, marsikdo bi se rekel, trg je prenasičen z influencerja. Dejansko po eni strani ja, po drugi strani pa ne. Zato, ker če si ti oseba, ki imaš nekaj zadat, pa tudi če je milijon ljudi, ki kreirajo recepte, pa če boš ti magari njihove vzela, malo preobrnila, dodala, ne vem, muškatni orešček, če ga imaš rada, boš dala nekaj svojega v to. Ne? Tako da jaz bi rekla predvsem to, da ne probati samo, jaz pa zdaj moram delati to, kaj je trenutno, ampak delaj to, kaj pač te dejansko veseli, pa to, kaj ti bo na dolgi rok, ne. Saj veš, ne vem, ti si rekla, začela sem z hrano, pa se pa lahko marsikaj razviješ, ne, če pa bi zdaj ti gledala, ja, ne vem, popularno je ono tisto, pa če je bilo to čisto izven tega, kaj ti rada delaš, pa te to ne bi polnilo, ne bi tudi tako dolgo vztrajala, ko vztrajaš pa v tem poslu, če ne bi ti tudi sebe dala notri, pa naredila tega profila osebnega, ker se veš, verjetno, če bi ti objavljala samo recepte spisala, brez neke osebne note, vprašanje, kako bi to uspelo, ne, in pač se moraš včasih malo razgaliti, pa pokazati, povedati ljudem, kak si, da tudi si začnejo zaupati. Se ne prije tudi zaupanje z neba, iz, ne vem, recepta enega, ne. Ja, meni se zdi, da je to dejansko ta, kako bi rekla, največje neko vodilo, da poleg tega, da najdeš neko svojo pot, pa svojo nišo, v kateri si dober, tako tudi, če jih je 20 fitness trenerjev v Sloveniji, če boš ti po nečem izstopala, hvala Bogu, boš ti imela svojo publiko, lahko ima tudi ostale, to ne pomeni, da moraš imeti za enega rata, enega pa ne. Nekdo, ki ga to zanima, lahko vseh 20 spremlja. Ne? Ali pa recimo v mojem primeru lifestyle oziroma pač neke vsebine, ki so pač od dneva do dneva odvisne. Jaz se ful težko kategoriziram. Zdaj v eno kategorijo, zdaj sem pa jaz 100. Zato se ful težko predstavi, veš, kot tak, ker mene marsikaj zanima in mi je zanimivo. Ampak ja, se pravim, čim manj se nekako koncentrirati na to, kako to narediti svoj job, pa tako si rekla na začetku, je treba ful vložiti. Pa se zaveda, da mogoče leto, 2 ne bo dobenega profita. Ja, ne boš monetiziral ti v enem mesecu. To je logično. Ampak se pravim, verjamem, da je težko kar začeti. Dobro, ko si mlajši, mogoče ja, še lahko zraven študentsko malo delaš, pa nimaš za nekega, ker jaz si težko predstavljam, da si ti zraven nekega full-time joba, še full-time influencer. Full težko. Mislim, jaz si ne predstavljam, pa familije zraven imeti pa vsega. To, mislim, gre samo, koliko lahko ti daš dejansko sebe noter, tako od sebe. Ko si mlajši, mogoče lahko si bolj privoščiš, da res to delaš kot hobi zraven, pa prideš, kam prideš. Včasih se to je najboljše go with the flow, bom rekla. Se izkaže, pa kdo je za to, pa kdo ni. Čeprav je fun fact, recimo jaz prva leta sploh nisem hotela govoriti v kamero. Meni je to bilo ful neprijetno. Po cesti, da se jaz snemam, pa hodim, pa govorim nekaj v kamero, pa ni šans, stari moj, pa nema ni govora. Kako me bojo gledali. Zdaj več, pa se pa sprostiš, ker tako si reka, kilometrina naredi svoje in tok pol te službe, tega joba te naredi tako, kot si. Samo prepustiti moraš, čim manj po regelcih. Aha, zdaj pa tako, samo številke gledati, pa nekaj stari, imaš ti fantastične številke, pa... Ja, in predvsem to, ne, da rekla, gledali me bo, ne, bolj kot, rekla tako, na koncu ugotoviš, da je vsem tako vseeno, da v Sloveniji se ti zdi, da jim je? Pa jaz bi rekla, recimo, jaz bi rekla, da veš, ok, ti se boš zdaj mogoče snemala na cesti. Mogoče bo par, pa se bo ta spogledala, pa ta si rekla, kaj te to je. Pa je to, a bo ta pozabila, ne bo ta ona zva več pol tega, ali pa celo ne bo, bo celo nekdo te pogledal, nekdo si jo mislil, nekdo si jo mislil, daj, zgini mi, ker bo ne vem, imel slab dan, ampak recimo to tudi, jaz za fitnessu opažam, neko, ne vem, snemam, ali pa kaj pa, ko rečem svojim puncam, s nami se mi da lahko formo pravimo, koncu vsi me bo gledali, na koncu rečemo, tako gledam, ne, samo ti si misliš v glavi in to je, ne, pač moraš izklopiti to, kaj si bodo drugi misli, ne, sej itak. Ne govorim zdaj tega kot moj neki, ne vem, vzgib, ja, to pa zdaj tak je, ker itak je težko. Jaz se zavedam, da ni kar lahko izklopiti tega, pa si misliti, bolj me, kaj si bo nekdo mislil, ampak spet si tudi dati svoj čas, da prideš do tega, ne. Pa se mi zdi, da se ne za spet sili, tako si rekla, se nisem snemala takrat, ker se pač nisem tako počutila. Mogoče pa, če se bi takrat začela, pa ne bi v life ratalo to, kaj je, ker bi bila fake, ker bi se nekaj pačila, ker bi neko čisto drugo energijo dajala, ko pa takrat, ko si začutila, ok, zdaj pa dajmo, zdaj imam feeling, da je vsaj približno
se približujem pravemu času, da bi jaz to tak ni nikoli pravi čas, ampak Samo ne. vreči se moraš, Ja. samo začeti moraš. Čim manj mozgat, pa čim manj planirati. Pa se pretvarjati. Pa se pretvarjati tak ne, ker se slejko prej te skapirajo. Slejko prej se vidi, da pač, čeprav nekaterim kar laufa se mi zdi, da prodajajo eno zgodbo. Mislim, tako mi je hecno, ko nekdo reče, jo ti si pa čisto ista, kot na Instagramu. Ja, ne vem, a bi bilo kako drugače lahko, ker obstajajo taki... To bi bo off camera povedal. Ne, ampak ker obstajajo tudi taki, ko pol v živo vidiš, pa si res misliš, kaj za je to? Je? A je, okej. Ne nočem biti za, ne, se pravim, meni je to vseeno, ker to na mene ne vpliva, ampak je pa res, da dejansko, jaz imam občutek, če bi jaz to delala, bi mi na čelu, kot da bi mi na čelu pisalo, lažeš se, kaj se te delaš? Tisti vodiček. Veš, tisto L na čelo, tisto loser, kaj se te dela zdaj tu, kaj to sploh ni res. Ne, pač ne, jaz imam tak feeling, jaz imam vedno, ko sem kaj blefirala, stari sem feeling, da mi to piše in polkar še ne. Ampak ja, sej, poker face je časih dobro imeti. Ti prav pride, samo pač jaz ga nimam, jaz ga res ne znam imeti. Pa se mi zdi, da, mislim, ja, tako si rekla, ful je dosti tega. Se mi zdi, da dobro v Sloveniji, ne vem, sploh spet zanem tako pametno, zato ker se mi zdi, da se kar tako nekako kar izoliramo od teh stvari. Jaz imam ogromno ljudi na Instagramu mutanih, pa ne zato, pa so mi super, ampak enostavno vem, da ko scrollam po tebe nimam. Hvala lepa. Scrollam po njihovih storijih, ne vem, mi ne dajo nekega, da si ful lepi dan, ali pa mi ne dajo nekega znanja, ampak mi dajo samo neki junk volume, ki ga rajši izklopim, Dobro si to rekla, ki ga dam junk recimo volume. samo na, kaj prevedem po slovensko? Ne, dobro si to rekla, Ja, vem, samo tako se dejansko. mi zdi, da za ljudi, ki mi veš, ok, scrollaš in samo scrollaš, da scrollaš, ne? Ne, ljudi Ja. pa, ko scrollaš, dobiš, ok, dobro, ona je danes ful dobre volje, aha, ok, ne vem, kaj če bi jaz probala to ti modi body za menstruacijo, ker sem bila pri Viti, mogoče je cool, pa dejansko je cool, Ja. pa veš, mogoče veš take neke stvari, nekdo pa ti da tisto, aha, ok, dobro, tu je prišlo to, veš, se mi zdi, da to moraš imeti ti neki svoj filter, ker drugače te pač vse pogavtne. Pogotne, Na splošno. kot sledilca in kot kolega influencerja. Ja, pa tudi veš kot kreatorja, ki iščeš konstantno ideje. Se to je tisto, Ja. kar se pri nas pol dogaja. Jaz se to vsakrat večer vležem, pa grem kaj malo scrollat po kakih rilih, da dobim kako idejo. Samo to se pa pol raztegne v 2 uri, pa pristanem pol pri nekem nilskem konju sredi mesta, razumeš? Pač pa snoro, pa kaj jaz to gledam, stari? Ampak šla sem pa po ideje, ne? Ja, Da bom jaz pol pa dobila se, neko ja. dobro idejo za neki tutorial, za ne vem, kako se oblečeš, ali pa ne vem kaj, pa pristanem pri se pravim nilskem konju, pa sem tako, no, okej, vrejo. Ja, pa ne vem, Nehaj. ura 2 zjutraj. Ura 2 zjutraj, Jaz jaz pa gledam da. dojenčke, ko padajo po to vogaro, sem tak, No, evo, to je ta Ja. junk volume, No, evo, ja. ki res ne rabiš, ampak hočeš, na koncu pač pristaneš tam, ne? Pač, pa bi rekla, da, mislim, ker verjetno to smo se recimo tu s Tamaro ravno pogovarjali, da smo prišli do tega, da pač jaz vseeno objavljam fitness vsebino, objavljam sebe, svojega fanta in nič ni tako veš osebnega, ne vem, nimam otrok, da bi lahko mene nekdo judgeal na način, kak jaz vzgajam otroke, kak jaz vzgajam psa, kak jaz, ne vem, umivam vece školko, whatever, ne. In se ti zdi, da zato, ker si ti vseeno malo bolj tu naked pred ljudmi v smislu, da deliš otroke, deliš neke stvari glede mogoče sebe, kot jih je težko deliti, da imaš tudi take bolj, bom rekla, tensed pogovore s kakimi sledilkami, da so tudi tu kakšna taka mnenja, veš, da dobiš kakšna taka sporočila, kot te kar, ne vem, glede otroka ali pa moža ali pa kaj takega. pa v bistvu jaz otroke vedno manj se mi zdi, da tako objavljam kot tak, ne vem, mogoče kakšen utrinek tak v dnevu, ne pametujemo v vzgoji, ne pametujemo. Moji otroci pa, ne vem, računa do 500 pri letu pa pol, to ne delam, ker si mislim, ne bom to objavljala, ker vem, da bo. Pač ene teme, stari moji, so taki, ko kličejo po shitstormu, kaj ti ne rečem, ne? To pač, če se ti da ukvarjati s tem, pol to objaviš. Meni se to pač ne da, jaz to pač potem raje ne objavim, pa objavim pač tam, kak smo izrezali neki grad iz kartona. Okay. Tu mi ni doben kaj za reči, menda, no. Ampak pravim, ne, da vseeno moraš imeti neki filter, jaz pač rajši sem previdna pri takih stvareh, pa se vseeno zavedam odgovornosti, ki jo imam, pa se pravim predvsem tega, da se meni dejansko ne da imeti nekih obširnih diskusij v mojem inboxu, ker to, ne vem, koliko si ljudje predstavljam, ampak to ti vzame ful časa in meni se ne da cele popoldneve noči preživeti tam pol v nekih dolgih debatah, ali je moj otrok, ker je danes povedal 2 korenčka, ali pa ker je povedal čokoladico, zdaj sem jaz dobra ali slaba mama, to se meni ne da, stari. To je meni pač... Ne, to... Čeprav, moram ti povedati, da kar se starševstva tiče, verjetno zato, ker nisem toliko tega objavljala, ampak nisem nekih ful takih dobivala
tudi gledam, kakšne vsebine objavim, se mi zdi, da dlje časa, ko si v tem, bolj vidiš, kaj boljše ne objaviti, kaj ja. Vse je fajn biti spontan, samo če hočeš imeti mir, pa mogoče malo premisliti, kaj daš vse gor. Pa se spomniš na splošno, kakšne negativne stvari, ne vem, ki ti jo kdo da napisal, ali pa ki si jo ki zasledila? Glede starševstva ne, ampak recimo, ne vem, Lisca dosti krat sponzorira kakšne moje objave, na Facebooku recimo se dosti krat zgodi, da so kakšni komentarji spodaj od kakih takih najlepše zgledajočih moških na svetu, iz nekega hriba tam na vrhu Slovenije, ne, ki so krasni hribi, by the way, ampak vseeno pač, ne, da ne vem, kje ste našli to kravo debelo, ali pa kaj tako, veš, tako, ko si res prav, pa še dobro zgledam na tisti posnetki stari moj, to niso moji najslabši vogali, ne, jaz ne vem, ki ti tam vidiš, in potem včasih grem malo pokukati, pogledam, ne, ker je pa ogromno takih, ko me označijo, pa pohvalijo punce, ali pa kaj takega, kakšne lepe kopalke, ful lepo pač, da imate različne modele, da se pač pokaže na različnih postavah, ampak to so ponavadi taki nepomembni pogovori, ali pa recimo, bile smo z Matejo, ne vem, ti še takrat verjetno nisi spremljala, v enem kampu, v neki kamp smo šli, stari moj, na Hrvaško, pristali smo preko bookinga v nekem kampu v Pirovcu in to je bila cela saga. Kako dolgo nazaj bilo? To je bilo 3 leta nazaj, Florica je bila še takrat dojenčica, tako da letos poleti bo 3 leta. Kamp Miran, stari moj, to je bilo... Smo hodili v Pirovac, 8 let tak da. In kaj je bilo? Pristali smo v neki kolibi na vrhu tega kampa, pred tako poceni ni bilo, v nekih kolibah stavimo in jaz smo naredili celo, pogledaj si po highlightsih, imam to. Kamp Miran. To je pač res tragedija na stebri bila. No in takrat smo mi, ko smo snemali ta kamp, ne, bilo je, ne vem, za našo, to so bile mobilne kučice, ki so bile nekako tako po dolgem so bile postavljene, veš. Ja. Tako čudno v glavnem. No, pa ful blizu morja. Ne, mi smo bile čist zadnja vrsta gori nekako. Okay, in to je bilo tako, na nekih kolih so bile te hiše, spodaj so bili vsi kabli, spredaj so bile take cerade, iz onega veš, ko krompir noter pakirajo, tiste zelene cerade, se mreže, spodaj so bile, plinska bomba je bila spodaj, mi smo imeli malo otroke zraven, plinska bomba, kabli vsi spodaj, voda je cankala, dolgo si se tuširal po tistih kabli, stari moj, da smo mi to preživeli vsaka čas, ne, dali smo pa za en teden familija, Jurija 400, se pravi 200 evrov na dan za ta luksus. Po celem kampu je bil drek, je bilo blato, ker je bilo pač dobene trave, ni bilo nekaj, so rihtali, renovirali, dobene trgovine, nič stari, ni bilo v tem kampu, ne. In pač smo hodili stornirati, ko smo prišli, jaz sem se zjokala, jaz smo se tam jokali na tisti recepciji, smo kam ste jaz to prišla, ne. Moška dva sta bila itak, valjda ono, dobro sta to ženske zorganizirale, ne, v glavnem jaz smo naredili celo komedijo iz tega. Obrnile smo na smešno, ker če ne bi se lahko celi teden jokale tam, ne. V glavnem, in tu so bili pol komentarji, ker to je bilo po raznih medijih, pa to je bilo res kar senzacija, takrat se spomnim, folk je umiral zraven od smeha, to je bilo pač, mi smo naredili, se pravi, jaz sem se tuširala gori kao, Mateja pa je spodaj, pod to kolibo, kao prala, so to vodo, ki je dol cankala, kopalke prala, pa take fore, ne, pa mislim, to je bilo res smešno, ko šus. V glavnem, no in tam so bili pol komentarji, kaki taki, nekaj se pa influenceri si ne zaslužijo boljše, kaj ste te pričakovali za Jurija 400, stari moj, za Jurija 400, za en teden nisem tako malo pričakovala, ne, mislim, to, ne, ker niso imeli zastojn, pa so tak, pa so zdaj pa šimfajo. Ja, ne, če pa, plačala sem, pa tudi, če bi imela to zastojn stari v life, ne bi tega pokazala. Pač ne pa priporočala nekomu, tako da, je bilo kar zanimivo, no, ampak taki komentarji, tako si prej ti rekla, vedno nekako izhajam iz tega, da so v bistvu iz človekove same neke zagrenjenosti pa nezadovoljstvo sam sabo, da pač se tako obnašajo, tako komentirajo in da pač se ne oziram preveč na njih, nikoli se nisem. Čisto iskreno, sploh na to, glede vezano na mojo postavo, pa na ne vem kaj, ker sem človek, ki se večinoma gledam na dobre stvari in tistih, jaz rajši izberem, da vidim 90% lepih komentarjev, ko pa tistih 10% slabih, ker si mislim, glej, delam dobro zgledam, kaj sem me zasekirala, kaj si jem tam Bobi tam na pohorju misli o meni, pač le, sorry, tak je, ne. Pa tu se mi zdi, da če bi veš, ne vem, nekaj pisalo, dve mladi, ne vem, mamici samohranilki sta se pritožili na tem, jo bogi revici za 200 evrov, to je katastrofa, ako pa samo beseda dve vplivnici, pa tu če bi videli posneli, da so, ne vem, pajki v tušu, da je to drek. Kaj so si pa predstavljala? Ja. Kaj sem si predstavljala, ne vem. Se zato, gledaj, po eni strani je ta konotacija, ne, influencer. Meni je tako najeter, zato ker dejansko pač, se to je zdaj že uveljavljena beseda. Ampak stari moj, vedno ti je malo tako neprijetno to reči. Ker si misliš,
A kaj zdaj, vedno pol pa izbereš to. Digitalni, kaj rečem, digitalni marketing delam. Okay, Mhm. to pa eni tak ne vejo, zakaj se gre. Ker se mi zdi, da čim vidijo vplivneš, si že kar trash. White trash, ki pač, ne vem, skušaš podturiti folku, ker vse, ne zaslužiš si nič, služiš nepošteno, ne vem, kaj pač vse si predstavljajo. V bistvu pa imamo vsi svoje firme in pač pošteno delamo za to, ne, in delamo overtime in pogosto around the clock, ne, in to je tisto, kar te pač, jaz sem zdaj začela vsaj vikende malo, da si, stari, ne moreš še vikendov, mislim, ker včasih smo ono, nima veze, Mhm. kadarkoli. Pa bi rekla, da zdaj tudi, ko imaš dva otroka, probaš to malo dati v neke work blocks, torej da si rečeš, Ja, okay, ja. gledaj do takrat, pol pa telefona Ja. off, da ni pol mama tu Ne, cel ja, čas. ne. Vedno se trudim, da vse, kar imam tako, kaj za naprej pripraviti, za predoglede ali pa kakorkoli, ali pa tudi, če niso predogledi, da vse nekako te svoje vsebine, ki jih moram narediti za naročnike, naredim dopoldan oziroma dokaj stane v šoli, vrtcu. Mhm. To imam že od nekdaj. Razen če imam pač kaki taki timeline, ki ga pač moram zvečer objaviti, si pa tudi naprej pripravim. Zvečer pa redko, da se jaz se po 3., 4. uri redko, da javim v živo, pa karkoli govorim ali pa ne. Razen če vnaprej Pa pripravljeno. oni dve, recimo, kako si recimo njia dve predstavlja svojo službo? Veta, mislim, ta mala, verjetno še bolj tak, Ne. ampak Ja, Emica mi kdaj pride pa mi reče: "Jo, mami, moja sošolka pa te gleda pri svoji mamici na telefonu, pa vidi, kak ti rečeš dobro jutro, ne." Oziroma Emica je enkrat prišla, pa je pribila, pa je rekla, Emica, kaj ti veš, ne vem, ali sem pri nekomu videla, da je govoril o tem, kako otroci pol to v šoli predstavijo, ne, pa sem jo za foro vprašala, sem rekla: če ji kaj predstavijo. "Kako predstavijo poklic svojega starša?" Ko se pač Aha, pogovarjajo, okej, mogoče v okej. šoli, kaj pa tvoja mami pa ati delata, ne. Pa sem jaz tako, stari, kaj te reče ona za mene. Ne, ker je imela eno obdobje, ko je govorila, recimo, ne vem, ko je kar prvi mesec, dva je tako malo, ko je probala, ko je začela zdaj v šolo hoditi, ne, prvi razred, je začela malo okrog prinašati učiteljico, ne, pa je začela govoriti, da njo trebušček boli, da je mamica je itak doma, pa bo prišla po njo, ne. Sem mislila, stari, jaz zdaj mislijo, da sem brezposelna, ali kaj mislim, saj da karkoli narobe s tem, ampak stari, jaz delam, jaz ne morem vsak dan po otroka priti, ne, jaz sem pol učiteljici razložila, sem rekla, jaz sem sicer, imam doma pisarno pa to, pa imam svojo firmo, ampak jaz ne morem, ne, biti še babi, mislim, varuška vsak dan. No, se nima veze v glavnem, ampak sem jo vprašala, kaj ti, Emica, kaj tvoja mami dela? Ja, dobro jutro! Okej, zanimiv vidik, kako ona vidi mojo službo, da jaz delam dobro jutro, okej. Na plan, dobro jutro, planetu. Na tako verjetno si on nekdo misli, kako dajo, ki na kaki radio, no one. Ne vem, pa. Ampak glej, po moje, veš tudi to, ne vem, jaz mislim vseeno, da veš tudi ona, ko dobi neki komentar, tvoj moj pa nekdo gleda, je tako prav, veš, ponosna. Ja, nje je to zanimivo, še zaenkrat, jaz ne vem sicer, kako bo, potem s časoma, je to kar tako, ko imaš otroke, malo tako, kaj pa vem, Misliš, da- razmišljaš aha. o tem, ne vem, razmišljaš o tem, sicer res se vedno tolažim, da skušam biti na svojem profilu res tako spoštljiva do vseh, da skušam pač, da se vseeno, jaz upam, da obnašam odgovorno, da res premislim, preden kaj dam gor, tudi če kdaj kaki rant dam gor, ko pač je res kaka taka bedarija, pizdarija, ko se zgodi, pa se mi zdi, da ne morem biti tiho, recimo, ne, da še vseeno ohranim neko, da nisem žaljiva, da nisem nekako, in se upam, da je to nekak recept za to, da ne bo kdaj deležna kakega negativnega komentarja, upam. Ker to bi mi bilo res bedno, no. Pač to so tudi ene izmed Sicer stvari, ja. ko si rekla prej, Mhm. česa se bojim, mogoče Sicer jaz tudi. mislim, da sigurno bo, zato ker je, veš, tako Bo, ja. čisto logično, ker se mi zdi, da tako, ko se ti že malo izpostaviš, sigurno bo kdaj kdo vsaj neko opazko spustil, Ja. ampak v tistem veš, da bo ona tak, pač ok, dobro, tu si, rekel si to, I don't care, ne. Ja. Da tudi ima to, ampak ja, valjda. Zdaj, tu bi te še vprašala, zdaj smo pri otrocih, recimo, kak pa mož gleda Ja. na to, glede na to, da ti si prej rekla, da, čekaj, ne vem, če sem zaprav, ti si predtem potovala, pa Ja. si potem delala kaj? Ne, mi smo se potem dejansko spoznala in sem jaz pol kar hitro, dejansko jaz sem takrat še delala študentsko, pol smo se pa dejansko pač spoznala, poročila po 2 letih, dejansko tako jaz sem po prvem otroku takoj začela, prej sem pa različne stvari delala, od turističnih agencij do kelnarila sem, do call centrov, pač vse živo sem takrat delala kot študentka, trgovinah, v Zari recimo, ne vem, itd., to je bilo meni pač. Ko sem tudi v tujini delala, mislim, ko sem v tujini bila, sem recimo v Gani sem angleščino učila otroke, zato smo šle, to je bilo pač prostovoljno delo, v Bologni sem recimo delala v eni pizzeriji,
Tako da pač z različne stvari sem jaz delala. Jaz nisem nikoli imela neke take službe, nekaj, da bi zdaj rekla pisarniško, sem delala 3 leta ali pa nekaj takega, ne. Ampak so bile pač različne take študentske službe. Kako pa ti je recimo bilo v Gani, ko si videla tiste neki drugi svet? Pa bila je bila zanimiva izkušnja, samo pač ne bi je več ponavljala. Mi je bilo za mladega človeka je to ful bogata izkušnja, ker dejansko vidiš, kako polno rit imamo vsi vsega. Mi je pa bilo, bom rekla, hudo, no. Mislim, tako videti neke take, kako je res odvisno, na katerem delu sveta se rodiš, no. Razlike. In kako si recimo ti živela, ko si bila tam? Pa mi nismo imeli pralnih strojev, mi nismo imeli, ne, to je bilo, sicer smo imeli vsaj zidano hiško, ampak to je bila dejansko, nisi imel tople vode, pralnega stroja ni bilo, bile smo takrat pocepljene s vsem živim, ko smo šle, neke antimalarike smo imale, ki so bile v bistvu neke nočne more po njih, pa ne vem kaj se. To je bila res taka, bom rekla, ne vem, zelo zanimiva izkušnja, ampak pač me je tudi zelo pri enih stvarih naučila marsikaj, da predvsem tudi zdaj, ko se zdaj včasih zalotim, pa Emici, kdaj, ko mi kdaj recimo kaj pusti na krožniku, pa da rečem pa, lej, si lahko srečna, da imaš. Lahko si srečna, da imaš, da ti nič ne manjka. Ker vseeno pač, tisti otroci so meni ostali ful lepem spominu, jaz sem takrat, to je res tak obogatice to za življenje, ko nekaj takega izkusiš, in vidiš, da kljub temu, da imajo tako zelo malo materialno, imajo pa ogromno tak srčnosti in duše in mi je bilo res, pač še zdaj se spomnim njihovih imen, njihovih obrazkov, ful mi je bilo lepo, no. Bi kdaj še šla, bom rekla, tja za neko krajše časovno obdobje, obiskati recimo, se ti zdi pomembno, da bi recimo kdaj šla z družino tja, da bi tudi recimo punčki videli te stvari? Se ti zdi to neka bogata izkušnja tudi za otroka videti to? Ja, itak. Absolutno se mi zdi. Mogoče ne vem, če bi zdaj Gano glih izbrala, bi mogoče izbrala mogoče kako drugo državo, ampak absolutno se mi zdi, da so otroci vključeni v to, da jih čim več vključuješ v bistvu, da vedno gledaš na otroka kot na malega človeka, na malo osebo. Ne kot na otroka, zdaj otroka, ki nima pojma, ki ne razume, ampak da dejansko pač mi smo se mi zdi taka generacija, ki tako dosti njim govorimo, pa vedno je zdaj tako ful popularno. Pogovarjaj se. Dobro je, da se ti pogovarjaš z otrokom, to vse štima, ampak tudi praksa, da dejansko oni izkusijo, da vidijo, da pakirajo paketke za božička za en dan, da recimo jaz imam eno staro sosedo iz stanovanja, ko smo pač še živeli v stanovanju na Pobrežju, ko smo pač imela stano sosedo, Angie, Angelca, sem s njo ful pogosto obiskovala, sem hodila na kavice, Emica šla ogromnokrat z mano, recimo, ne, da sem pač sama je pač živela, ne, živi sama in pač mi je bilo to tako, jaz sem hodila zato, ker se rada družim z njo, pa se rada pogovarjam z njo, mi je ful zanimiva gospa, ona je stara za, ne vem, 86, mislim, da bo letos. In tudi Emi je, veš, potem bilo zanimivo, pa gremo Angie na kavo, ne, pa tako, veš, da vseeno, da dobi tudi ta občutek, da ta medgeneracijsko druženje, da niti so čudno za nekomu starejšemu, ali pa kaj te imam za zadelati, ne, ampak to stvari moj, ful je fajn je, dajmo se družiti, veš, da daš tudi takim različnim stvarem priložnost pa pozornost in da tudi dobi občutek, da zato tudi ja, definitivno obisk neke take države, kjer dobro, pač tako ti bom rekla iz vidika pač zdravstva, jaz se spomnim, da se mi je takrat ful hudo vnela ledvica in jaz sem mislila, da imam malarijo, ker to je bila 40 vročina, jaz nikoli nimam vročine, drugače nikoli, 40 vročino sem imela, bolelo me je tu tako vse po strani, jaz sem mislila, da je to, ko sem googlala pač, kak je že pri malariji, nekako, da imaš vranico nekako vneto, ali kaj te, jaz vem, ne vem, glavnem, neke kombinacije, jaz sem bila ziher, ne, in jaz sem prišla tam v tisti njihov zdravstveni dom v bolnico, in taka velika zdravnica me je dobila, ne, veš, kak me je pregledala? Boksnila me je v ledvico noter. Jaz sem mislila, da bom skup padla, stari moj. Okay, that is the kidney. Stari moj, kaj se je meni zdaj pravkar zgodilo? Super, zrihtala me je takoj, dala mi antibiotik, mene se več nič ni bolelo. Stari moj, samo taki pregled, taki pregled, mogoče bi me malo, veš, imam tako malo otroke, ne vem, če bi si ga glih želela, če se bo kaj zgodi tam, ne, da bi mi otroka nekdo boksnil na ledvico. Ja, in to je bilo res tako, ja, to, veš, Se ti smešno, malo, vedno gledam, ja, zdaj je smešno, daj, pusti, zdaj je smešno, ampak pač takrat mi je pa bilo
stari, ostala sem brez daha. Mi je pa rešila ledvico, gospa. Pa spomnim, sem imela eno ranico, tako na koleno, tako ne vem, počohala sem se, to tako pol centimetra mala ranica. To se ni zacelilo, stari, moj 2 meseca. Jaz se spomnim, da so se meni muhe gor nabirale, ker, veš, ker to bil skozi, ne moreš biti skozi, ti normalno veš, če se nekaj vrežeš, ne moreš biti skozi flajštra gor, zato ker dejansko mora se rana zaceliti oziroma posušiti. Ja. No, tam tega ni, ker tam je taka vlaga v zraku, recimo, ne, da dejansko se tudi zaceliti ni začel hudič, ne. In je bilo potem dejansko, pač, ko sem gledala to svojo ranico, stari moj, kar gnojice mi je začelo, da sem spet mogla iti k njim pač po neko kremo, da sem jaz, mislim, glej, pač, iz zdravstvenega vidika sem tako mogoče tako malih še ne bi pa potem, ko bi se začela absolutno malo zavedati, zakaj se gre, pa bi, zakaj ne. Ne bi samo zdaj turistično v smislu, ker zdaj se pač Afrika, zdaj iz vidika pač Zanzibar, da je tako fajn, lepo turistično, ne, ampak pač tudi tako, kako stvar, da vidiš, ker pač ni glih. Ampak se pravim, kot mama ima pol vedno v glavi, kaj če se zdaj kaj zdravstvenega zgodi? Ne? Ja, koliko je to urejeno? Risk to reward ratio se splača, da bi on to vidi, glede na to, da je tudi neki risk tu. Ja. Mene, pa nisem taki panik načeloma, sem kar tak vedno bila jump kind of person, ne. Samo mama side, pa sem malo tako ziheraš, kar se tega tiče, da sem vseeno malo, ne vem, zdaj mi gre na živce to pri sebi, iskreno povedano, ni mi to tako fajn, samo po drugi strani pa se mi zdi, da sem hodila en pregovor reči, poslej nema kajanja. Da bi zdaj riskirala, potoči se ne zvoni tako, ne. Zvoniti je prepozno. Tako, da ne bi zdaj pač, ne, da bi si pol očitala, kaj sem zdaj mogla riniti, ja, recimo, ne. Lahko pa da ne bilo nič, ne. Samo se pravim, to je nek moj issue, ki ga pač moram še, ampak absolutno verjamem, da je to bogata izkušnja. Pa se tako, ko se mi zdi, večina mam verjetno razmišljala, veš. Ker vseeno nisi zdaj ti samo jaz, pa dobro, jaz lahko grem bilo kaj, se bom že, ne, ampak pač imaš 2 bitja, ki za kateri si odgovorni, ne, valjda, ne morata drugače. Samo občudujem mamice, ko se pač odločijo, da vseeno pač z malimi ful potujejo, pa to, ampak to može biti tak tip, se meni zdi. Može biti tak tip malo še bolj svobodomislen, ker jaz v tej smeri nisem toliko svobodomiselna, sem kar tak malo, ne, da zaskrbljena, to niti ne reka skrbno, ampak zaskrbljena, ne. In občudujem tiste, ki si to upajo in ki to dejansko doživljajo, ker se večinoma se nič ne zgodi, pa je vse okej, pa so dejansko otroci živijo v takem, bom rekla, takem, ker je vedno manj je tega nekega pristnega, vedno manj vidijo nekih pristnih stvari, nekih realnih, nekih življenjskih, vedno več je nekega takega igralnic zaprtih, pa ne vem, pač ne, nekega umetnega sveta, v katerem pač otroci odraščajo, ne. In kako se zdi recimo pomembno, da ne vem, preživljata dovolj časa zunaj, tako si zdaj rekla, da niste samo notri zaprtih prostorih. Jaz to vztrajam vsaki dan. Vsaki dan, stari, vun. Zato smo se v hišo preselili, ker nisem jaz full fan tudi tih javnih igral, najbolj, pa tistih small talkov na javnih igralih, ne. Zato mi je zdaj tako full fajn, da imamo hišo, pa da lahko rečemo, ajde, akcija ven, pa už iskat, karkoli, pač delaj, s kamni se igraj. Se sta v bistvu sta tak, so full, tudi ni, mi enkrat vzgojiteljica rekla v Eminem vrtcu, je rekla, jaz Emico občudujem, jaz sem en dan gledala, ona je drevo objemala. In ona si najde gnezda, neka dela iz nekih vejc, pa tudi zdaj, ko gledam v šoli, ko kdaj prijem po njo, po pouku, recimo, punčke tam neke tiste klasične, neke gumi twiste, ali kaj pač delajo, ona pa ogromno krat, ne vem, tam nekaj se stavlja iz kamenčkov, pa tak, veš, ful mi je všeč, da vseeno ima nek ta, ne toliko materialno usmerjen, ker mi je ta vzgojiteljica enkrat rekla, otroci, če jim ne daš neke igrače v roko, žoge, skiroja, se ne zna biti zunaj. Ni to tistega, veš, takega nekega, tega me je strah malo, da pač, da bi se to uničilo, ne, ker mi smo bili sami zunaj včasih, ne, tudi če smo bili blokovski otroci, nas starši so pač pustili, ne, zdaj pa ni isto, da ima mama, zdaj s tabo tam 2 uri visi, pa te animira v bistvu, ne, ker je vsake 5 minut pri tebi, mami, nos mi obriši, mami, daj mi keks, daj mi... Zato mi je zdaj top v hiši, ker rečem, zdaj pa sta 1 uro zunaj, če karkoli radi, če kjer lulat, prijeta noter, ampak drugače pa igrajta se, en jo gledam čez okna, če jaz recimo tisti čas kaj delam ali pa karkoli, ne, mi je dosti večja svoboda, tako da sta lahko, no. Ja, pa se mi zdi, da zdaj še posebej pač vse, kar se tudi dogaja z digitalnim svetom, ne vem, kako se ti zdi recimo, oziroma kako se ti tega lotiš, ne, zdaj veš, da pač ja, okej, otroku je nekak
ne zdaj treba, ampak če imajo vsi okoli, valjda tudi on, ampak kako pol to, veš, recimo omejiš, kako se ti lotiš tega, ne vem, tablic, igric, telefonov, televizije, risank? Pa tu bom jaz tak, bom rekel tak neko srednjo pot. Telefona ne dovolim uporabljati. Sem dala kdaj, če smo bili v kakem hotelu ali pa v kakšni restauraciji, ker sta obe dve glede hrane ful špurave, mislim zbirčne, v glavnem pač ful je včasih težko, ne, da ima da dejansko se trudim, imam vedno pobarvanke s sabo, imam vedno to pa drugo, ne. Ampak tudi če včasih vidim, da ne bosta sedele pri miru, oziroma da ne bosta v tistem času pač pa da je gužva, pa da nimaš kam iti, da nimaš nobene igralnice, nimaš kam ven iti, dam tudi risanko recimo, ne, ampak vedno zbiram, kaka risanka to je, pa da ne uporabljata same s telefonom oziroma nikoli. In to so izredni primeri, kjer to dobita. Drugače telefonov ne uporabljata, tablica je v tem istem primeru tako kot telefon, ko sem ti zdaj rekla. Pri risankah na televiziji sem zelo tak, bom rekla, ne vidim takega ful problema, oziroma jih kar dovolim. Recimo živžavi v vikendih. Čez teden probam raztegniti tak, da se čim več zaigrata, pol pa rečem le zadnje pol urce pred spanjem, pa vam dam neko, ne vem, neko tako risanko, veš, recimo ala palčič, ali pa nekaj take, dobro, ti za to ne poznaš, ampak to so pač neke risanke, ki se mi zdi, da nekaj dajo otroku, pa ki ga ne vznemirijo, ki niso zdaj neke take, da niso zato neke agresivne, divje risanke, ki pač, ne vem, Emica ima zdaj obdobje tega kojota pa Mika, recimo, kako se to tem reče. Cestni dirkač pa oni kojot, recimo, to za gleda, pa Looney Tunes, recimo. Pa vredo, take risanke se mi zdijo, to smo, mislim, ne, heco se čuje, ko rečeš, to smo mi gor zrasti, kaj nam pa manjka, mislim, marsikaj nam manjka, ne, ampak dobro, smo gledali, ne, recimo, ne, zdaj pa to, kar so pa zdaj, pa recimo te fulna hajpane pesmice, pa neke ti umetni, neki plastik, fantastik liki, ki so, pa ne vem, bog ne daj pa YouTube, to pa sem ful, zelo sem proti nekim takim stvarem, kjer lahko potem, ko greš ti za minuto stran, kaj drugega preskoči, ker tudi na YouTube Kids se to dogaja, tako da sem pri YouTube Kids samo uporabljali, ko je bila Ema še manjša, pa je to te Cocomelon pa te zadeve, ampak pa smo se odločili, da ne bomo več, tako da nimata prepovedi uporabe, prepovedi gledanja televizije, pa teh stvari, ampak nisem pa tak, da bi to jemala kot nekaj, saj pa to je danes normalno. Ker se pravim, hitro lahko zaideš v neke Squid Game, pa v neke, ki to približajo, bom rekla, otrokom. Spomnim se 2 leti nazaj, smo bili na Korčuli in je Emica si izbrala, ne vem, štanto, neko tako grdo igračo, neka, ne vem, pač pližasta igrača, je bila, meni se zdela grda, nekaj nasmeh je imela z nekimi zobmi in sem si mislila, okay, what, pač čudne igrače so tam danes popularne, ali kaj, zapičila se je tistega, Mavrič ni bil. In po meni Mateja, najboljša prijateljica, mi enkrat reče, rekla, stara, pa kaj ti veš, kaj je to? Jaz tak, ne, kaj je to? Neki hagi-wagi, ne vem, neka igrica z neko zobe, imela veš tako neki vampir, v glavnem grozno. In to dejansko, to so na vseh štantih prodajali. Jaz sem takrat Emica, rekla Emica, to ti bom pa zdaj vzela, ker to je neka, vrtu so pa vsi, ful jih je vedelo, kaj to je, da je to hagi-wagi. Saj za ne, če to prav izgovarjam to besedo, ampak pač, iz neke grde, ne, in da dejansko take neke, otrokom neprimerne vsebine delajo normalne in pol delajo še mrč iz tega in pustne kostume iz tega in pač meni se to ne zdi okej, jaz nisem za to, tako da pač se tega izogibam oziroma pač ne dovolim nekega sprostega. Tudi če mi bo rekla, bo dobila telefon, ne vem, ko bo začela sama hoditi mogoče na avtobus v šolo ali pa karkoli takega, da pač bo res, ne bom pa dovolila socialnih omrežij kar nekaj časa. To pa definitivno ne. Te spomniš, da si recimo ti si naredila socialna omrežja? Facebook, ne vem, pri kakih 17, tu nekje, Instagram pa, jaz sem Instagram odprla takrat, ko sem začela z blogom. Tako da sem bila kar dinozaver, koliko sem bila stara, 29. Ja, se mi zdi, zdaj ta meja, ne, biti otrok se vedno nižje premika, ne, zdaj že gledam, jaz recimo sem si naredila Facebook že v osnovni šoli, ne, pa tudi spomnim, da so šolke so ga že v 1. razredu imele, jaz sem dobila v 3. razredu tisti, ko se odpre telefon, pa sem imela tisto igrico kačica gor. Ja, pa se to je v redu. Zato, ker sem se vozila v bistvu iz Dupleka v Maribor v glasbeno šolo, ne, me je vedno dede prišel iskat, mi je tisti sendvič s polje klobaso pa sirom dal za zraven, z veliko žemljo, pa sem imela pol taki roza telefonček, toliko, da sem poklicala mamo, to se spomnim, ne, pa pol sem tudi recimo si prvi
telefon na touch, ne mislim, kaj je bil iPhone 6S, ja, 6S, sem si tudi sama kupila, veš, nekim denarjem našparanim svojim, sem potem splačevala tudi tih 15 € na mesec iz nekih svojih, ne, ampak potem sem tudi recimo prej reči, da pa trenutno dosti bolj pogosto to slišiš, da so že otroci v vrtcu pogovarjajo, ja, mi pa imamo Audi doma, ja, ti pa imaš novo jaknico, pa take stvari, ne, pa ko jih recimo, ne vem, oblačijo že za vrtec, kot da so to neki accessories njihovi, ne, jaz se spomnim, meni je mama večkrat, ko mi je nove hlače kupila, mi je šivala na šitke, gor jaz imela hlače, pa na šitke, gor, ko sem ki padla, pa se, veš. A ja, to te misliš za krpice, varianta, to mislim, ja, pa meni je bilo prav ono, cool, a padla sem hlače, pajkice sem si vtrgala, mi je Hello Kitty gor našila, sem prav vesela, ne. Zdaj pa se mi zdi, da jih prav oblečejo v kavbojke, pa v fine hlače, že za v vrtec, ne. Ne, to jaz vedno gledam za vrtec, recimo, vedno gledam, jaz sem obsedena za Zaro, za otroke, to je meni tako, oh my god, ko imaš punčke stara, če ima punčke, te veš, da si bankrot. Ker to je tak, to se mi zdi, da se vsaka mamica se rada izživlja, da otroka tak, da punčko sploh se mi zdi tak cart oblečeš. Ampak se pravi, nikoli nisem poslala, mislim, da ne vem, če sem kdaj poslala v kavbojka v vrtec, ker vedno gledam, da imajo komod, za vrtec so vedno trenerka, ali pa kakšne pajkice, to vedno gledam. Ampak dosti krat tudi tako naredim, ampak to je to, Zara je to, pa Adidas, kakšna trenerka, to je to, ne kupujem nekih, nikoli nisem kupovala nekih dizajnerskih oblačil za otroke, to nisem nikoli delala. Ne, enkrat sem kupila v Half Price neke Michael Kors teniske za 40 €. Ja, bila kar carica, je izgledala kar taka. Pa se veš, ti imaš samo dve, ne, mogoče če, kaki taki res ja, se zdaj, veš kaj je finta, ker sta lep, junijska pa januarska in tu se glih razhajata mi po velikosti, teda nekaj ful dosti stvari ne šparam, ker to se potem po letnih časih se potem razideta, ne, in šparam kakšne take bunde, recimo, zdaj sem začela šparati, kako obutev, ki še ni zglajzana čisto do konca, recimo, ne, ampak kaj sem hotela reči, ne, in vem, da vedno se tako trudim, da mogoče na tak način, da Emici rečem, danes sem bila pa v Lidlu, pa sem ti kupila nove boksarce, pa nove spodne majičke, tu imaš, kak se ti zdijo, veš, da ji poudarim tudi, glej, iz Lidla imaš to pa to in je vedno ful vesela, veš, tisto, da to je malo tako subtilno rečem, ali pa recimo, veš, iz Ceundaja so te pajkice, ali pa nekaj tak, da ima občutek, da nikoli ne rečem na nek način, gled, to pa je zelo drago, ali pa to pa smo zdaj šli v neko fino trgovino. Mislim, sabo je tako ne jemljem v trgovine, ker to je recept za katastrofo, ampak pač tak, da jaz skupim, recimo, nikoli ne poudarjam tega, to pa je zelo drago, to pa je zdaj fancy, to pa je zdaj, tudi zato, ker meni to ne pomeni. Jaz sem ful rada moda, jaz sem ful rada lepo oblečem, ampak neki ful pretirano dragi kosi mi pa ne pomenijo toliko, da bi si zdaj Zdaj si omenila, da pa se rada lepo oblečeš, pa da ne ti to dosti pomeni. Ampak recimo, kako bi rekla, da si ti odraščala? Kako je bilo takrat neko vaše finančno stanje? Pa neka sredina, bom rekla. Bi rekla tako sredina. Nismo bili ne bogati, ne revni, pač bilo je, bom rekla, mama mi je res, kar se tega tiče, ker sem se vedno rada ful tak oblekla lepo, pa to mi je res kar omogočala glede oblačilno, da sem vedno imela to, kaj sem si želela v bistvu, no, nisem bila zdaj nekako, mogoče celo preveč, da sem bila mogoče celo malo razvajena na neki točki, recimo, kar se tega tiče, da sem res, nič mi ni manjkalo, no, nič mi ni manjkalo, ampak, ja, ne bi rekla, da je bila, ni bilo nekaj odstopanja, no, nobeno smer. Zdaj pa, torej, influencerstvo, ne? Kdaj bi rekla, da se ti je potem to nekako monetiziralo, pa če se spomniš, kakvi so bili tvoji prvi občutki, ko si bila tak, torej jaz lahko dejansko iz tega, kar imam rada, tudi zaslužim nekaj. Kdaj si pol to začela gledati kot, to mogoče ni samo, da jaz to pišem zdaj za zajebancijo, pa da bom pol po, ne vem, porodniški šla v neki, ne vem, lokal delati ali nekaj, ampak dejansko lahko iz tega nekaj si naredim. V bistvu je bilo tako, da sem jaz začela delati neke vsebine, priprava hrane za enega trgovca, za letake, oziroma za te kataloge njihove. Da sem jaz hrano pripravila, prišla je snemalna ekipa, smo to pofotkali, smo to posneli in dejansko je šla hrana, ki sem jaz pripravila, platinge pa vse v ta katalog. To so bili moji prvi, bom rekla, nek zaslužek, da je bil, da so dejansko pač to, da sem jaz recepte ustvarila, recepti so bili ne samo hrana, ampak še recepti zraven napisani in je šlo v katalog tega trgovca prehrambenega. Se spomniš, kateri je to bil? Leclerc. To je bilo čisto na začetku. Si dejansko začela že kar, ne? Ja, to je bilo, neki visoki nogi. To je bilo kar, ja, takrat. To je bil nek moj, mislim, da v bistvu, ja, mislim, da to je bil čisto začetek.
Že se ful tako slabo spomnim, kaj so bili dejansko prvi naročniki. Pa pol so prihajali taki, večinoma so na začetku res bili tako otroške stvari, hrana, vsebine, ki recimo otroške stvari pri meni, pri mojih sladilkah niso bile nekako najbolj se mi zdi nikoli. Razen teh receptov, da bi rekla, da je moja, ker vsak influencer ima neko svoje področje, bom rekla, kjer je močen recimo, ne. In pač pri meni nikoli, kot zdaj malo, ko gledam številke pa tako, otroške stvari so bile najmanj da so to iskali pri meni. Zato sem tudi ne delam dosti tega, ker se mi zdi, da pač razen možno ako opremljanje sobic ali pa kaj takega, ampak kar se pa tiče tega, da bi pa bilo to ful iskano, pa ne, zato sem se pač usmerila predvsem v druge stvari. Ampak ja, večinoma so bili kakšne take ustvarjanje receptov bilo na začetku, ja. Zdaj si rekel, si dala to malo na stran. Kako to? Te več ne veseli, tako enostavno ni več toliko časa za Misliš recimo kuhanje? to? Ja. Pa v bistvu je čas, ampak se pravim, ravnam se tudi dost po, kako bom rekla, po naročnikih, pač povpraševanje, koliko je tega, koliko ni, kakšne so številke pri meni, koliko to ljudi zanima. Vidim, da jih zanimajo pač ful taki, pri meni so ful zaželene hitre rešitve, hitri recepti, hitre enostavne stvari recimo, ne. Če bi jaz zdaj dala tu gor neko torto, tega noben ne bo gledal pri meni. Ker so navajeni, da jaz delam vse pač hitro, efektivno, čim manj časa, ne. Pa tudi, tako se mi zdi, kot da pač enostavno je prišlo do neke točke, ko sem videla, da jih zanimajo druge stvari, bolj moji mogoče pogovori z njimi, kot pa zdaj neki recepti in ne morem pa delati vsega. Mislim, lahko se jaz potrudim, pa dam še vedno par receptov na mesec ven, pa idej recimo, če ne vsaj receptov, vsaj idej. Ampak da sem vseeno ugotovila, da so druge stvari bolj iskane, no. In pač se bolj potrudim potem pri eni stvari, ko pa da sem na vsaki strani malo, pa nikjer pošteno. Si recimo rabila dlje časa, da si rekla, ok, v redu, recimo, ne vem, moje telo po porodu, ni zdaj to res tista trlica. Zdaj pa se jaz počutim comfortable, v redu mi je, da se recimo objavim v spodnjem perilu in da si bolj tudi izklopila to, tako si rekla, nekdo ti je napisal, da je bila krava. Verjamem, da si v tem momentu, ko vidiš te malo mogoče, ampak bolj znaš to spustiti, ne, kdaj si potem rekla, ok, mislim, to je to in pač objavim, je čisto vseeno. Pa ne vem, to je zdaj par let, prej sem tudi vedno gledala, ko sem kak story objavljala, ali kakorkoli, da sem bila pač da je bilo vse v redu, da sem imela v redu frizuro, da sem imela, zdaj pa sem že tako gledaj, stari, jaz se ne morem pri enem storiju zadržati 1 uro, ne, pa zdaj tu mozgat, kako jaz zdaj zgledam, pa da bo vse perfektno vedno, ne, ker sem ful veliki estet in meni ful pomeni, da je in scena lepa in da je, ne vem, če bo zdaj to miza snemana, da bo lepo postavitev, ne morem biti zdaj več tak, ne moreš več potem, ko si že toliko v tem, moraš malo monetizirati tudi svoj čas, da ne moreš biti za vsak najmanjši detajl toliko, ne, in da sedim pred eno sliko, pa jo zdaj seciram v vsako lepotno piko, kje se mi pozna, kje se mi ne, a se mi zdaj tu malo preveč guba vidi, a zdaj se mi je tu malo obesil špehec, ali se mi ni stari, glej, pač tako, meni je važno, da naredim lepo fotografijo, ki jo dostavim naročniku in to je to, zdaj pa mislim, ne morem se zdaj spremeniti, jaz pač vedno gledam, da potegnem iz sebe najboljše, kaj lahko. In kako bi rekla, recimo, da kakšni so bili tvoji odnosi do drugih ljudi, preden si recimo vzljubila sebe, pa to, kar si. Torej recimo, kakšne so bile mogoče kakšne tvoje pretekle zveze ali pa neka prijateljstva, takrat, ko si se ti počutila nesamozavestno, recimo, ne? V tistem času, ko recimo si imela, ne vem, motnje hranjenja, pa to obsesirano štetje. Dobro, takrat jaz sem bila veliki people pleaser. To sem bila. To je tako najbolj simpel rečeno, people pleaser, oziroma pač, tako sem že prej rekla, v bistvu iskala sem neke potrditve v drugih ljudeh. V nekih prijateljstvih, če mi je dala neka prijateljica vedeti, da imela sem tudi eno tako toksično prijateljstvo, ko sem bila najstnica v bistvu, pa smo se imele ful rade v bistvu, smo se imele rade in ne morem reči, da se nismo in da nimam lepih spominov v bistvu, ker imam več lepih kot slabih, ampak vseeno bilo je do te mere toksično, da sem se ful ozirala na to, kaj si ona misli, kaj bo ona rekla, kako me ona dojema in sem se jaz avtomatsko sem se posledično dojemala skozi njene oči in potem kasneje mogoče tudi v zvezah, mogoče, da sem imela to skozi neko željo, mogoče na tem področju, da je mogoče malo ločitev vplivala na mene, ne vem,
da mi je mogoče vedno manjkala ta ati figura oziroma pač je bila manj prisotna in da sem vedno pač pol hrepenela po nekem dokazovanju, da sem pa dobra, da pa veš, ker pač mogoče z očetom nisem imela takega odnosa, da bi zdaj bilo tu nekih ful potrditev, pa nekega, da sem se mogoče včasih počutila nesprejeto. Da me je takrat to toliko bremenilo, da sem iskala mogoče v drugih ljudeh to, ne. In je bilo ful, bom rekla, kompleksno iz vidika, ker jaz seveda tega nisem nikoli dobila. Tudi če sem jaz imela neko zvezo, ampak to ni bilo tisto, kaj sem jaz dejansko rabila. Jaz sem rabila samo svojo neko notranjo moč oziroma notranjo sprejetje sebe, da bom lahko, da bi jaz lahko rekla, v redu si, super si, ne zaslužiš si tega, ne trpi tega, ne zaslužiš, ne rabiš tega. Marsikaj sem požrla, jaz sem recimo, če ti dam en blesov primer, imela sem fanta, zjutraj sem se jaz prej vstala, da sem njemu naredila sveže stisnjen pomarančni sok, sebi ga nisem nikoli. To je bilo res ono, veš, tisto res, da bom v redu drugim, da bom jaz drugim v redu, da me bojo imeli radi, da bom jaz pač ne. In to je bilo dejansko, in v tem obdobju sem jaz doživljala največ razočaranj, kar se tiče ljudi, pa odnosov, pa ne. In potem mi je bilo še hujše, ker sem si mislila, pa vse sem naredila. Ampak po mojem zaradi tega, ker sem jaz oddajala ta nek patetični, kako bi rekla, pa ne me narobe razumeti, nikoli nisem bila zdaj jaz sem bila precej v nekih dobrih družbah, oziroma med priljubljenimi, bom rekla, nisem bila zdaj v nekem tam, da sem sama sedela na stopnicah, nisem, ampak vseeno, če pogledam na svoje odnose, niso bili za neka kvaliteta, baš ne v partnerskih, ne v prijateljskih, ne. Ja, predvsem zato, ker nisi znala tudi neke meje postaviti, ne, tako si rekla pri people pleaserjih, ne, torej tistim, ki želijo ugajati, pa tudi svojo lastno vrednost merijo na način, nekdo mi je rekel, da sem zato sem Ja. ne, in ravno ponavadi to, da pač ne znaš neke meje postaviti. Tako da, kaj bi rekla, da se je pol od takrat spremenilo, da pa si potem spoznala partnera, s katerim si še zdaj skupaj, da je postal tvoj mož, da je pa bilo to drugače, ne, kot mogoče kdaj prej? V bistvu se pravim, to, da ko sem postala mama, je meni dala eno tako pač res neverjetno moč, ki je pa neko samozavest, iz katere je potem začelo vse ostalo izvirati. Jaz sem potem začela kar brez olepšav izločati, eliminirati ljudi, ki so na mene vplivali toksično in s tem dejansko dosegla neko notranjo moč, oziroma ko se več nisem obkrožala in silila v neke odnose, ki so mi samo jemali v bistvu, ki so me črpali, ker, veš, zadnja leta je ful govora o teh toksičnih ljudeh, recimo, ne, in to je res taka, pa ko sem jaz sem skozi mislila, pa vse pa toksični, pa narcisi, pa to pa kaj, to pa se, ne, se vsak človek, jaz sem človek, ki verjame v to, da je vsak v osnovi dober. Ne, to je taki larifari, ko se mi zdi, pa z katerega planeta si ti padla stara, da ti verjameš to, da je vsak v osnovi dober, ne? Ampak tak človek sem, da iščem dobro, pa me boš zajebo 5-krat, pa jaz bom še vedno 6-tič iskala tisto dobro v tebi, da boš pač, to ni za recept, da me morate zajebati 5-krat, ne, da ne bodo za to mislili, ampak pač, ne, prosim, ne rabim, ampak pač, ne, da vseeno se skušam koncentrirati na dobro v ljudeh in pač pri enih ljudeh tega pač enostavno ni. In dlje časa, ko ti vztrajaš v takem odnosu, pa se slepiš, pa upaš, da en dan pa nekaj bo drugače, ker vidiš nek potencial v kakem človeku, samo včasih ga enostavno ni. Da je pa človek izpije do kosti in se počutiš kot zadnji loser in kaj sem spet. Jaz še vedno včasih padem v to, ker sem nagnjena k temu, da pač, kako bom rekla, se pravi, iščem dobro in se skoncentriram na dobre stvari, pa potem sem razočarana, ker ne najdem tega dobrega in se počutim kot neki trotl na koncu, ampak po eni strani se še vseeno, se mi zdi, da če ti že v štartu, ko vidiš, pač ne vztrajati 5-krat, ampak po prvem, drugem, pri kakem red flagu, ko vidiš, da je človek egocentričen, da je all about me, to mi je, ti ljudje so meni pač totalni red flag, ampak še vedno včasih ono, a bomo probali, ne, pa si mislim, pa kam rineš, pa zakaj moraš riniti, zakaj moraš ti reševati zdaj tega človeka, pa se truditi okoli nekega odnosa, ki te bo samo izpil, na koncu ne boš imela čist nič, ker idealiziram, ker si mislim, da mogoče bo pa šlo, ne, ampak ko izločiš ti te toksične narcise iz svojega lifea, stari moj, to se začne tako, to ko mašinica začne delati, to začne samo mlet in dejansko, ko začneš potem, tako sem prej rekla, meni se je to vse poklopilo, takrat sem pritegnila potem največ tudi takih dobrih ljudi, ki so prišli in ostali v mojem lifeu,
za katere lahko rečem, da so fantastični odnosi, da imam fantastične prijatelje in da dejansko stvari, tudi če gledam izven svoje družine, da imam svoj tribe, ki je močen. Ko nimam pri prijateljci občutka, da me pije, da me, tudi če mi pojamra, kdaj za kaki svoj problem, da to ni tisto srkanje energije, ampak da to pač vseeno, vem, da so tu za mene, da sem jaz tu za njih in da dejansko so odnosi, boljše, da se skoncentriraš na tiste 3 odnose, ki jih imaš, ko pa da se razdajaš 20, od katerih 17 ni vredno 5 minut tvoje pozornosti. Ne? Ampak se pravim, še vedno kdaj zapadem, pa se začnem truditi nekaj okoli kakega odnosa, da na koncu prijem spet do iste ugotovitve, ker pač, da sem imel en tak primer, ko sem recimo po par letih dala spet šanso, pa sem bila pol spet tak, pa stari moj, pa nič se ni spremenil. Nič se ni spremenil. Ja, enostavno zato, ker ti v ljudeh vidiš verzijo njih, ki si jo ti zamislila, ne? Ki ti želiš, da je, pa pač ta verzija mogoče sploh ne obstaja, ne? Ker spet mogoče obstaja za, ne vem, neko XY osebo, pa za tebe ne, spet se mi zdi, da sta v odnosu, ne, 2, in če ti mogoče v nekom nekaj vidiš, kar ni tam, bolj ful težko to naenkrat ne videti, ne? Ja. Pa tudi mogoče je težko sebi reči, shit, jaz sem zažidala v ta odnos tako dosti, ne morem zdaj jaz tudi mogoče po eni strani reči, mogoče bom pa za sebi s tem zarinila nož, ko bom rekla, zapam krv upa na tem, če že tako dolgo vztrajam. Ne? Isti problem je pri nevim Slovencih, če si že zdaj 2 leti na faksu, ja pa zakaj še za ne bi 2 leti, čeprav te to ne veseli. Ne? Ne. Ko ti ugotoviš, that's it, Ja. čim that's it. prej greš stran, Ja. manj časa zgubiš, boljše je, ne? Jaz sem bila, glede takih stvari sem bila pa ful vedno tak quitter, ampak to ne zaradi tega, ker bi bila quitter kot quitter, ker mene ko nekaj zanima, sem ful vztrajna, pa ful trdo delam, pa dejansko mi v moji službi se to vidi, da dejansko pač sem res ful dosledna, organizirana, držim se stvari in pri meni ni tu zajebancije, nisem niti malo nikoli bila lena, niti nič, ampak ko me pa nekaj ni zanimalo, tako me faks recimo ni, tu pa meni ni bilo problema obupati. Pa ko doben tega ni zastopil, pa kaj si zdaj to obupala, pa zakaj za tebe nimaš zid sledra, pa stari ni mi, pa ni mi, pa ne rabim. Pa iskreno povedano, vedno sem imel neki feeling, da to ni za mene. Ne? Bi že mogoče se izognili problemu, zato tudi, ko bodo moji otroci na tej točki, da bojo hoteli mogoče si izbirati srednjo šolo, pa stari, ne bom te, to, kaj te zanima, idi. Ne? Jaz sem malo poslušala to, da sem hčerka učiteljice in da hčerke oziroma otroci učiteljev grejo na gimnazije. Tega stavka se tako spomnim, stari. Ne? Mi je dala neko širino gimnazija, samo zdaj, da je bilo pa glih najboljša odločitev v mojem lifeu, pa ni bila. Ja, ne, to se jaz iskreno strinjam, sem Ja. prvo na drugi, pa isto pol na Jezus tretji. Kristus. Ja, sicer veš, kaj je bilo pri meni, pač jaz sem bila na drugi odlična. Ampak sem Bravo, bila- tako pametnega človeka imamo tu, oh my god. Ne. Ja, to je kar, Ne, ja. veš, kaj je bila, sem Dobra bila pač si. odlična, jaz sem pisala, jaz sem pač res v osnovni isto imela vse 5, pa sem prišla, jaz sem pisala prvi test matematike 100%, učiteljica čestitala, celi razred ploska, Top ampak star, pol pa veš, je bila korona in smo tako, kaj pač, glej, nisem se redno, ne, nisem imela tisto pa začela sem jaz trenirati v Celju, pa se voziti, pa tisto in pol sem začela malo razmišljati, pa se meni splača učiti biologijo po 3 ure na dan, ker prej tako smo švinglali vsi med korono, ko zajci. To sploh ne predstavljam učenja Ja. takega. Ne, res, pač to To smo zbudi si se s posle pa skočil, ne, ampak ja, in si pol nekako znaš razpolagati svoj čas, ne, ampak čaj, da ne Ja. bomo zašle, rada bi se še vrnila, si rekla, da ko daš pač, ne vem, narcisa iz svojega življenja, ne, to so me že 2-krat me ena ženska popravila, ker jaz vedno rečem, ker je v angleščini narcisist in potem rečem narcisiste. A ja, narcise, ja. Narcisije. Ja. Tako da si rekla, da ko daš to, si imela izkušnje, si imela torej osebne stike Ja. z takimi ljudmi, ki Ja. so ti bili blizu. Ja. Okay. En od prijateljskih, družinskih, kakorkoli, pač to je bilo. Mislim, težko mi je, zato ker dejansko pač jaz sem glede tega ful, bom rekla, ne skapiram jaz tega tako hitro. Se pravim, jaz vedno, pa v vseh teh primerih, parih, kaj sem jih imela, so bili vsi ti ljudje tak profil, ki nekaj ima, da te pritegne. Šarm. Nekaj ambicioznost, imajo, ne vem, da se v redu počutiš v njihovi družbi. Dokler se več ne. Ker na prvo žogo se v družbi teh ljudi dobro počutiš in se mi zdi, da te pritegnejo in imajo nek tak, ampak pol pa, jaz bom tako rekla, v vsaki družbi oziroma zraven vsakega človeka, s katerim se ti ne počutiš dobro glede sebe, je čas, da greš.
Tudi, če si ti, tako si rekla, vložila ne vem koliko v to, nima absolutno nobene veze. Nikoli ni prepozno, da greš iz nekega odnosa, ki te duši, ki ti ne daje, zaradi katerega se ti slabo počutiš. Ki dejansko pač vidiš, da ni, ker jaz pa pol veš, nazadnje, ko se mi je to dogajalo, jaz sem dejansko celi teden zmrznila, jaz nisem mogla ne delati, nisem imela volje do ničesar, jaz sem bila prav sem si mislila, ker sem iskala spet problem v sebi, kaj sem jaz narobe naredila. Ker te zmanipulirajo. Ker jaz pa sem totalno nesposobna manipulator. In, zdaj sem se spomnila kvota. Kvot je bil, ne bodite jezni na sebe, če ne vidite v drugih tega, česar nimate v sebi. No, evo. V smislu, kao pač, ker sem bila takrat veš v tej situaciji, ker sem bila, zakaj se mi to dogaja? Zakaj se ta človek tako obnaša do mene? Zakaj, veš, tako si rekla na začetku, prcanje, to neko prcanje. To je meni tako ker jaz pa pol veš, ker nisem taka, ne znam reagirati na tako situacijo in sem pol tako zmrznem in sem tako, pol pa doma študiram. Kaj bi jaz to mogla reči nazaj? Bi jaz to mogla reči nazaj, samo jaz ne funkcioniram na ta način, da bi jaz nekoga zabijala in potem pač priznem. Ne? In sem pol kot neki tutek. In se mi zdi, da pol pa doma suffer furam. Ja, ker je dejansko, pač fora njih je to, da, hvala Bogu, nisem še imela, mogoče sem imela skušal ne vede, ampak tako, da je bil do bližnjih oseb, sem pa imela v bistvu z eno bivšo kolegico, v glavnem fant. In to so v bistvu ljudje, ki tebe zmanipulirajo v to, da ne vem, verjamejo, ne vem, ti boš, jaz bom zdaj nekaj naredila, ne vem, si bom popravila las in če bom jaz tebi zagovorila 6 mesecev, da se jaz nisem popravila lasa, boš ti začela verjeti, da se jaz tega nisem popravila, da se jaz nisem lasa popravila, da se ti to zmisla. Dansko to so ljudje, ko tebe naredijo butastega. Ja. Pač enostavno te tako zmanipulirajo, da ti misliš, da ne vem, jaz sem za tebe začela napadati, smo mi skregali, jaz sem za tebe prepričevala, sem te začela napadati, ker si ti nekaj naredila narobe. Ja, veš, pa da mi ti samo dobro hočeš, ja. Ne? To se potem ponavadi tako obrne v tem krogu. Pa da te noben drugi ne bo poslušal, tako, to je ponavadi še pol. Tako, ne, oni ponavadi vedno tako, da samo dobro hočejo, ne? Ampak vedno, če ti poslušaš te ljudi, je vedno jaz mislim, jaz, pa tudi veš to, ko vidiš človeka, da ta egocentrizem, recimo, ne, da ne znajo poslušati, da to, ko ti nekaj razlagaš, da to, ker gleda tam nekam, potem ti pa začne neko 15 stvar, ja, veš, sem pa razmišljala, kaj pa je, veš, to se mi je zdaj dogodilo, pa si misliš, pa to govorimo o neki pomembni stvari, ne vem, selitvi v hišo, poroki, rojstvo otroka, karkoli tak pomembnega v lifeu, da se človeku ne zdi vredno, da te pogleda, medtem ko mu ti nekaj takega razlagaš, potem pa začne razlagati, kakšen avto si na novo kupil. Pa se mi zdi pa dobro, pa kaj jaz delam v tem odnosu, kaj sem ti nezanimiva, ali kaj? Ne rabim tega, stari, ali pa po eni strani imaš občutek faušije, po drugi strani pa nezainteresiranosti. In mene taki odnos, recimo tako ravnanje človeka, res me spravi do neke take točke, kjer se počutim za nič. Zato jaz bežim od takih odnosov. Dobesedno, ne da bežim, ampak brez slabe vesti, naučila sem se brez slabe vesti odrezati take odnose, ker ne funkcioniram z njimi. Ne funkcioniram. Jaz danes ne bi mogla delati tega, kar delam, pa biti dokaj uspešna v svojem poslu, biti dokaj uspešna kot mama, žena, prijateljica, kakorkoli, če bi jaz dovolila take odnose v svojem lifeu. Ne bi mogla, nič ne bi dosegla, po mojem, ker bi me paraliziralo. Ker bi dejansko razmišljala samo o tem, kaj si bo zdaj in kdaj me bo zdaj ta oseba poklicala, a se bo še družila z mano. Veš, to je bilo takrat v srednji šoli, pa v osnovni šoli, veš tisto, da se ja ne bi nehal nekdo družiti z mano. Ne? In tu vidim pol sebe, dobim nazaj malo tiste staro sebe, ki mi ni bila všeč, v takih glimpsih, ko se zgodijo kdaj, ne? In takrat hitro dam, Ponavadi jaz naredim tako, da v bistvu zapeljem konec, kaj je bilo neko tvoje sporočilo gledalce. Za danes imaš dve nalogi in sicer, kaj je bilo tvoje sporočilo, torej si že rekla, ampak želim, da ponoviš v bistvu stari Viti in pa kaj je bilo tvoje sporočilo gledalcem. Smo zdaj res to lepo zapeljali, ne? Torej ne dovoliti odnosov, ampak me zanima, kako boš ti to zavila. Torej v odnosi smo zdaj. Bilo kaj, ja, lahko daš, ne vem. V stari Viti bi definitivno pač... Samo, to je tako težko, ne? Ker jaz sem rabila staro Vitu, da sem prišla do nove Vita. Tako da jaz stari Viti bi pač samo rekla, hang in there, drži se, imaš to. Boljše bo. Boljše bo enkrat bo boljše. Ne, v smislu pač, da se res, da ne išče potrditev toliko v okolici, v drugih ljudeh, ker je v bistvu največ vse odvisno samo od nje. In nikomer drugem, tudi če se ti odnosi in oseba zdita fantastične in ne vem kaj, nobenem drugem.
Kaj moram za sebi dati? A ja, ne, Lahko pa gledalcem. daš še Mislim, moram gledalcem, na ja. sebi za neki Lahko daš še napotek, ja. gledalcem. Gledalcem bi pa dala Poslušalcem napotek, poslušalcem. Ja, nič, da delajo to isto dejansko, da pač, če se počutijo ujete v nekem odnosu, da se koncentrirajo predvsem na to, da nekaj naredijo. Da niso kot tiste ribe v akvariju, tistem okroglem, malem steklenem akvariju, kjer se vrtijo v krog in si mislijo, da se ne morejo nič spremeniti in da pač tak je, tako kot Slovenci dostikrat mislimo, ne, tak pač je, sej bo, ne, da pač, če ne narediš nič, pol tudi nič ni. Ne, da je odvisno tudi tu vse od tebe. Hvala, ker si vzela čas. Upam, Hvala da ti je tebi. bilo fajn. Ja, ful zanimivo izkušnja. Ja, definitivno se Res? mi zdi, tako da ja. Super, Čau, ti to čau. furaš, čau. Moram zato mahati. Ne rabiš. Ja. Dobro je.